kaj moram kaj narediti, da bom največ pokuril? Nič, Jure, ti se sprijazen, ker je, ti sam uživaj v naravi, a veš. Sploh ne bomo objavili tega podcasta. Kaj zdaj, Jure, ti odprl podcast ali jaz povem, da si dal, si prižgal. Mi že laufamo zdavni. Laufamo. Ja, nič pa bomo pa kar začeli. Jaz sem dolg časa čakal na ta podcast, pa tudi pogajal sem se malo s Cirilom za ta podcast. Ne? Ja, to je res. Veš, malo sem se s Cirilom pogajal, ampak jaz sem odkril na novo kolo. Malo sem ga odkril na novo kolo, zaradi tega, ker je evidentno, da je osna obremenitev prišla kar močna. Pol sem šel pa tja, ker sem kupil vsa kolesa v zadnjem času in sem rekel, fantje, poslušajte, jaz bi rad se z vami pred mikrofonom pogovoril o kolesih, o kolesarjenju, o asistenčnih sistemih, o tem, kaj se dogaja na cesti, kaj se dogaja v naravi. Zato zdaj, Ciril, če mi dovoliš, bom kar goste predstavil. Ja, jaz sem že malo čakal, da boš povedal. Z nami je danes Andrej Žagar, lastnik Vali kolesarske trgovine, pa tudi kolesarski strokovnjak, pa naš bivši sodelavec. Tega, če ste šli pa fajn nazaj po arhivu Siolo, ste pa najdeli, včasih je bil Klemen Korenjak, najin stanovski kolega, avtomobilski novinar, pa še danes je dober fotograf. Smo pa mi izkusno šnicle hodili, pa on rekel, zdaj pa jaz tega dosti, jaz bom ta posel pustil, pa grem pedala gon. Jaz sem, če nimel kemba, poln kufr, mene pa tebe. Kar je pa dosti, je pa dosti. Ja, to moram reči, da zdaj po parih letih bom malo pogrešan to. Ne, drugače pa seveda, smo šli na manj vsi. Pogrešaš, ko si treba na pedalih bolj matrat, ne? To pa definitivno, ja. Gremo lahko mi straight to the point, ker mene par vprašanj resno žul. Jaz sem zdaj za hrbtom od obeh gostov, vidite moj nov kolo. Lahko, preden ti, sam daj povej, da bomo mi danes malo pojasnili ta kolesarski zemljevid v smislu tehnologije, kaj imamo, kaj nimamo, kaj je, jaz iz mojega vidika pristopam, ker sem tukaj. Se mi zdi, da kar nekaj vem, ampak veliko več pa ne vem in jaz sem zares, mogoče ne bi bil nujen, da prisostvujem pri tem podcastu, ki bi Jure vse vrhunsko odpeljal, ampak jaz sem se prišel učiti iz prve roke, tako da boste vedeli, zakaj šaltamo na 2 bicikla, zato, da razjasnimo kupenih stvari, tudi mogoče se kaj v zakonodaji pomenimo, kje se z biciklom lahko vozi, pa kje se ne sme voziti. Tako da bomo danes skozi ogromnih stvari šli, ki bojo res uporabne za širok krog ljudi, sledilcev, biciklistov in tako naprej. Zato danes tukaj ampak sedimo. Ampak jaz moram zdaj, preden pozabim, bom najprej razdelil svoj problem. Prvič, oba sta mi dobro svetovala, ker sem jaz iskal svoj bicikl, ampak kljub temu, da sta mi dobro svetovala, ko greš enkrat s tem biciklom na cesto, pa ko greš na makadam, se odpirajo nove vprašanja. Prvo eno tako motoristično. Jaz sem videl, da zdaj, ko greš s takim električnim biciklom v svet, sta 2 tipa kolesarjev. Se pravi, mi, ki nam na pedalih pomagajo električni vati, pa smo zelo nasmejani, kljub temu, da dihamo globoko, kar sam sebe ne golfaš. Pa je fejs napravljena, ne? Ne, tu ne, tu se ne napravlja fejs. Drugi kolesari so pa še vedno uniki, ki na žgance poganjajo. Ampak opazil sem pa eno veliko razliko. Eni kolesari, ki na žgance poganjajo, me pozdravijo, drugi pa ne. Zakaj? Ja ne, to je pa čist principa, on se matra gor, pa te vidi v klanc gor, ko ti nasmejan prideš, a veš, on se je pa potrudil, a ne, in prav, mi niso ista kategorija, ker eni pravijo, da ste vi na motorjih, a veš, to je. No, saj na nek način smo malo na motorjih, ali ne? Sam, še vse moraš poganati, e-bike moraš ti poganati, to pač ni pa čisto, a ne. A vidva pozdravta, mi če se bomo... Jaz pozdravim vse, ja. Meni se tudi zdi prav. A veš, tu sem rekel zaradi tega, ker podobna forma je, ko se srečujemo na motorju. Se mi zdi, da včasih ta prav motorist ne bo pozdravil nekoga, ki se pele na skuterju. Ali pa bog ne dej triciklu. Se pravi, tisto, to sem jaz ugotal, ker sem prav z veseljem pozdravljal, ker sem naredil koda 125, sem to prstek dzigal, pa nečim proste. Pa čakaj, ker sem na 3-kolesniku, ga lahko furam, je tudi to, se smatra se smatra. Jaz mislim, da je to ta prav motor, samo da ima en dodaten bicikl, nič narobe, ampak tudi neki maham, pa brez veze, vzalot. Ja.
Mislim, jaz vse občudujem, ko se spravijo na kolo, pa na žgance metati višince. Koliko vidva kaj kolesarta? Vidva sta striktno na žgancih ali tudi kakšen elektrobajk? Ne, tudi fajn je se z elektrobajko zapeljati. Kam greš ti, Andrej, z elektrobajkom? Mislim, najlažje na kele na Jakoba zraven. Drugač pa večinoma pa zdaj kolesarjem kar z mojimi otroki. To je tudi rešitev, poveže, ne? Ja. Tako da, ti pa na žganci, mislim. Se to mora že zgodaj otroke napeljati na to, da pač kolo je del familije in to je to. Ja. No, eni si pa samo mislijo, mi smo pa, ne, imamo pa kolesa doma. Čakaj, ampak vi ste še vsi na žgancih? Ali? Ja, vsi na žgancih, ja. Jaz sem tudi v društvu, sem eden redkih, ko ustraja na žgancih, pa majhen me že malo po stran gleda, ti si naš nečem mislil, dejstvo je, da če grejo nekam oni na neko tako turo, ne moram je zraven, ne moreš slediti, nisem Pogačar ali pa Roglič, ampak ja, ustrajam, zato ker mi je fajn. Kako je pa zdaj nekdo, ne glede na to, v kakšni formi si, a vidva opažata zdaj to razliko med električnimi kolesi pa konvencionalnimi kolesi? Kaj se zdaj, a ljudje več kupujejo zdaj električnih bajkov ali je to razmerje še vedno tako, kot je bilo včasih? Tako čez prst, kaj bi rekel, Andrej? Mislim, na splošno več kupujejo novih koles električnih, A več? Več tistih, posebej te neki novi kolesarji ali pa, ki so malo pustili kolesarjenje, pa se vračajo. Kako jaz? Ja, to je več električnih. Na splošno pa tudi, mislim, kar se pa grevlo tiče, pa specialk je pa tudi fulvenih kolesarjev, zdaj, ker se pač čist na žganci, pa grejo na... Ampak v specialke pa v gravel se tudi prahajajo električni motori? Tudi sem zelo bistveno manj, kot pa na mountain bike. Ni take velike razlike, do 25 dela, in to na takih kolesih, se pravi na grevlih ali pa na specialkah hitro presežeš. Dobro, tiste hude klance, ki kupujejo, recimo take stranke imamo, ki pravijo, grem na Krvavec, pa mi zmanjka. V redu, takega kupa. Ampak dejansko poravnim pa to pa ne rab. In zato tle še ni, bom rekel, takega povpraševanja potem, ker dejansko ni bistvene razlike, razen kakšne hude klance. Medtem ko pri navadnih, pri MTB-jih pa to, ko imaš skozi neke terene, tam pa je razlika, tam je gromozanska razlika, e-bike ali pa navaden. Hočete reči, naprimer, če bi imel jaz električni gravel ali pa specialko, pa se grem voziti v grupo specialkarjev, ki vozijo na žgance. V bistvu peloton bi jaz težje sledil. Absolutno, zaradi dodatne teže. A veš, tam so vsaki grami so pomembni, pa to ni hec, drugače, to je res pomembno. Pa ne tako za nas, da bi bilo od zdaj, a veš, meni vse, pridem 5 minut kasneje na Krvavca, a veš, je to čisto vse, ampak je tiste grami naredijo razliko. Pa to začne leteti, in v pelotonu tudi te rekreativne zadeve, ali pa to so hitrosti lahko kar velike. Tam se pa pozna pol, a veš, in zaostaneš in ti moraš vedeti, če se ti peleš v pelotonu, ti lahko zaostaneš, en meter, pa si že pečen, Že padeš ven. Potem pa sam še vidiš une centimetre, ki se povečuje in na koncu ne moreš več. Res, tako kot risanka je. Ne moreš verjeti, da se to res dogaja, pa rečeš, sej bom. Ja, ne boš. Pa hočeš reči, naprimer, če bi jaz pa Ciril zdajle vam prišla pa kupila si najboljšo električno specialko. Najboljšo. Najlažjo električno specialko, najboljšo, da vseeno ne bi mogla izvati Pogačarja, Rogliča. Stari stine glav. Jaz, če si iskaj, jaz mislim, da vidva, To, veš, nekaj pa tudi karakter da. To mi je tudi, veš, važno, da ustrajaš. Koliko pa je, dajmo malo pri tehniki ostati, koliko so zdaj sploh najlažji električna kolesa, govorimo na strani mountain bike, pa govorimo na strani cestnih koles. Kam smo doterali materijale? Koliko je tam, cirka 17 kg, nekaj tazga. Recimo MTB, da govorimo. 17 kg? Ja. S lahkimi motorji, pa manjšo baterijo. Tako je. Tale moj je okrog 24, ne? Ja, sem to klasika, ne? Ja, seveda, ti imaš ta močen motor, ta močno baterijo. Tako, to je večinoma pol na bateriji, pa motorju, Pa karbonski okvirji, pa karbonske komponente in tako naprej, pa prideš na neko relativno normalno težo, ker ti moraš vedeti, da je fully, se pravi polno vzmeten enduro, recimo, 170 hoda pa to, to je 17 kg, kar neka normalna teža. 18 balno, med 17 pa 18, čeprav uradne so, vemo, kakšne cene, mislim, teže. Tako kot pri avtomobilih. Tako je, ja. Imaš tudi take, ki so
15 pa pol, ampak to so že res high-end bicikli 10K plus. Tako da če pol upoštevaš to, da imaš baterijo, pa tam cirka 17-18 kg električnega, si pa že tam. A veš, praktično ne čutiš razlike in dejansko tisti, ki jih imajo, kakšne take tudi pol pravijo, če gre tako združno, ne mu ni tako vse. Ma ugasnega pa pele zraven, zato ker je približno tako težek. Tako da je, no. Pri specialkah je pa to še malo manj, je pa še malo nižje pridemo, nikoli pa nam prišli pa na iste kile. Ja, jasno, zaradi baterije. Pač pri specialkah to, ker se večino voz nad 25 na uro, kjer pa baterija sploh pa motor ne pride do izraza. Pa majhen drgaca, ponovadi so zad pol v pesti motorje, zaradi tega tudi je majhen bolj skrit pa vse skupaj. Se dejansko, če pogledaš neko normalno tako električno specialko strani, mislim, da je navaden, dokler ne priješ, pa ne vidiš z vrha dol, da je zadaj v bistvu v pesti motor. Zato je pa tudi mamljiv, sam dober. Pomaga za uklanc pola, ne? Ja. Mislim, to je, jaz bom zdaj čisto iskreno povedal, meni na kolo ni bilo zaiti, prvič zaradi tega, ker nisem v taki vrhunski kondiciji, ko sem bil včasih, in enostavno, če si doma tako kot jaz, ker nimam ravnine okrog hiše, jaz vsakič, ko sem se na kolo spravil, po prvih 25 minutah v klancu, me je v sencah bolelo, meča so me pekla. Ja. In enostavno sem si rekel, lahko to rečete temu tudi lenoba, ampak sem rekel, pač ne morem. Čas mi gre in na neko resno kolesarsko turo. Ja. Enostavno sem odrinil nazaj, zato ker mi je bilo prenaporno. Čisto po pravici povem. Zdaj, pač s temi zadevami so se mi pa nove stvari odprle. Ja. Jaz sem zdaj, sem si prav načrt naredil tudi, kako se bom tega lotil, pa te bom pol tudi to vprašal, ampak naprimer blizu mene je en hrib, ki se mu reče Smuk, ki je tudi vzletajo jadralni padalci. Naprimer, če hočeš na ta hrib peš prideti iz vznožja, je dobro urco, pa moraš kar stopiti, odvisno po kateri poti greš, ampak od moje hiše, ki je pa precej stran do vrha tega Smuka, sem jaz zdaj s tem kolesom v uri 10 tja pa nazaj. Pa prijetno utrujen. To pomeni, da prvič, ko sem šel, sem zjutraj čutil noge. Noge, ja. Ja. In se mi zdi, da to je pač tista stvar, ki ti pa res pol nekaj da tudi za zdravje, pa da A se ti lahko zgodi, da bom jaz iz električnega bajka pa na žgance prešaltil? Po moje, da ne. Zakaj ne? Jaz mislim, da ne. Razen, če boš šel na kakšnega lažjega električnega ali pa kaj tazga. Ali pa boš ko prešaltil na fulja ali pa kaj tazga. Jaz mislim, da se to je zdaj čista improligo bom zdaj užgal. Jaz tebe vidim, da bi ti to naredil v primeru, da bi se toliko vrgel v kolesarje. Ja, če bi se ful začel voziti. Da bi ratu orto, pa bi v enem trenutku rekel, jaz sem tle zdaj naredil, kar sem hotel, jaz že 2 leti vozim to, pa to, odpeljal sem vse klance, zdaj pa da vidim, kaj je še zmorem v tem primeru. Samo pri tvojem življenjskem stilu, pri tem, da boš ti rekreativen kolesar, ti v lifeu ne boš šel nazaj, zato ker pač nisi take tip, zdaj to tvoj nov hobi, ki bi ga imel 4-krat na teden, ki boš grizel pa hotel neke nove levele svojega, svoje zdržljivosti, a ne? Ja. Ki je pa hardcore starega pa vidim, ki ima tole pa začne, pa ugotovi, da je to njegov šport, pa mogoče pa reče, ok, zdaj grem pa na pas mater, pa da vidimo, koliko je ura, pol prešalta na hardcore. Tako je, to so tisti v bistvu rekreativci, ki prebudijo Rogliča vse, pa ne, pač po 50 letih in pol pa začnejo, pa recimo na treningi hoditi, pa tako prehrana, pa pa ta tret, pa dirke, taki pol prešaltajo, ampak jih to potegne. Ja. Sam načeloma, tako kot ti, ki imaš čas za druge stvari, a veš, pa ti zmanjka in ti je to super zadeva, da imaš ti, ne vem, v 1 uri ali pa 2 urah nekaj narediš, je to zate, se zato so e-bajki, a veš. Ti delaš, migaš, nekaj narediš za zdravje, pa hkrati se nekam peleš, pa veselje ti je. Naslednji dan ne boš rekel, ne da se mi, a veš, greš, Ja. Mislim, ženo smo šla na kolesarsko turo 45-50 km, jaz ne vem, po koliko času. Po moje, na zadnje, ko sva bila stara 24 ali pa 25 let. Kupcata nista nič skupaj v krog hodila. Mislim, sem ne s kolesom. Okay. In je zdaj ful dobro, ker nekaj lahko skupaj počnete. Dobro je, res je dobro. Pa tudi ni unafora bila, zdaj bova pa šla iz naših hribov v Novo mesto na pijačko. Ne, greva prav turo, ob Krki, a veš. Pa veš, kaj je dobro na bajku? Kaj?
tempo dvigneš, pa pol pogovor pade dol, pa si malo, veš, tako imaš možnost meditacije, pa te fore, veš, brez da nekaj šumi okrog tebe. Je pa Ciril res, ne, da ko boste šla z Evo kdaj na kolo, ne, se pa ne moreš za roko držati. Ne. Kaj mi te ase servirajo? Ej, počak. Ne, daj ti počak. Ne, kar. Prvo kljubico pol damo. V glavnem, če si kolesar, pa voziš e-bike, ne rabiš imeti zdaj slabe vesti. Jaz mislim, da so Slovenci itak narod kolesarjev stari. Jaz mislim, da je to že razčiščeno. Ne, mene nekaj drugega zanima. Že to, da mi danes tukaj sedimo, pa govorimo o biciklih, da sta prodrla v avtomobilski podcast, ne, sicer se to enkrat že zgodilo z vrečkom, ne, to že veliko pove o vzponu tega športa ali pa hobija pri nas. Ne. Zdaj pa, Andrej, koliko časa se ti ukvarjaš s prodajo biciklov, pa kako ti vidiš ta vzpon kolesarstva? Kaj je tle korona naredila, kaj ni naredila, pustimo zdaj e-bajki pa unibajki. Kolesarstvo nasplošno kot rekreativen šport, kako ga ti vidiš? Ja, mislim, jaz sem v bistvu prodaji sem že več kot 15 let, ne? Je pa zadnje leta, ja, dobro, nekaj je korona naredila, nekaj so pa tudi sigurno rezultati, ja, ne, Rogliča in Pogačarja, ne, so še dodatno, vsaj pri cestnem kolesarstvu včasih so bili tudi taki, ne, cestni kolesarji, tisti, ki so se res veliko vozili, so vzeli pač specialko, ne, zdaj so pa pač tudi že specialkarji, se je ful razširalo vse skupaj, ja, ne. A pa tu prav s tem motivom tudi pridejo? Ne, sam tako pač, ne vem, popularen je, zadnje leta je še cestno kolesarstvo, že včasih je bilo, zdaj pa še bistveno bolj popularen kot pa pred leti. Ja. Imamo kakšne številke, koliko Slovencev kolesar? A imamo kakšne podatke? Mislim, ka meni se zdi, da je to zdaj, nam rekel, da je narodni šport postal, ampak ziher ne more biti 10 let nazaj isto, kot danes stari. A se meni tako ne, se je v bistvu drugače vsak let je eksponentna rasta, ne? Tudi prej že, a ne? Ampak je pa korona je naredila pa ta na gor širina, ne, in specialke, in ne ima en knočelih specialke, in tanki gum pač vzame grevla, ne. Plus tega pač je e-bajker, ja, ne, in posod vse. Te nove kategorije se odkrivajo, pa pol novi kupci pridobijo. A ne, tako je, a ne. Tako da, ampak v Sloveniji skozi je šlo na gor. Je pa res, da se je pač trend to zdaj zamenil, a ne, da pač iz navadnih, klasičnih se zdaj preveša v e-bajke, a ne. In dejansko, ja, segment kupcev, ne, nisem mislil tebe, no, ampak segment kupcev, kad drugače ne bi šli na kolesa, zdaj so na kolesih, a ne. Ja, ti si tudi en tak, stari, ne. Ti si tudi en tak. Mislim, se si že dolg čas o tem, ti si skozi kolo gol, tudi kad smo mi, to pa šol pa. Se vem, ampak... En let celo treniral, to vem, ampak kad smo mi delali skupaj, jaz ti gol na bicikl. Ja. Ko si skrival malo. Ja, skrival pa to, ja. Ti nekaj pozabil. Povej anekdoto. Ja, se res, povej anekdoto. A nisi ti odletel enkrat, kad svina, stari, kad smo snemali? Kaj smo snemali? Ni neki bilo. A s kolesom? Ja, ne vem. Ne, vizi pa to. Ne, Jurete sem prej razlagal, veš, ko smo na avtomoto, pa to, ko smo imeli tele, ko smo v Tulove grede. Ja, se res, s Črnivcem pa to. Ja, s Črnivcem, ja, legendo, ja. Se vem, Veš, svetu, kako je Ciril prišel na kolo. Ja. Kako? Ne, mi smo bili vsi v pajkicah, a ne dober, a že Rebov je bil pač v MTB napravljen, ki je imel nov kolo, pa to, a ne. Mi vsi v pajkicah, a ne, z Andražem pa to, a veš. Pa sam Ciril, ti prideš v basket cunah. Kako, da bi prvič v življenju šel na bajka, ne, in to smo šli Tulove grede, pa to ti pa basket, tune široke hlače, majica. Leko, ko se jaz spomnim, sem glih tako, ko vi gonov, pa prvo. Ne, a ti jaz nekaj povem, jaz še danes če šel na bicikl, ne vneš drugače. Z mene v pajkicah naš videl. Ne, se zabavam. Mislim, ne, se ne zabavam. Jaz sem imel une, kot široke, kot spodi, pa nosiš te stvari, ki so primerni. Hlače, pa še zmerno basketi. Niso pa basketi, ja. Lahko pa z njimi tudi basket igraš. Jaz sem mislil, da je to bolj poteza za respekt, ne za zabavati. Ne, se pa tudi enkrat, ko boš začel, Ciril, pa je tu v MTB hlačah basket igrati, tako kot je Andrej predlagal. Ja, lej, Jordan je tudi pajkice nositi spodi, ne? Ja. To je vse interchangeable. Ja, in niti imel podloženo. Jaz sem že cel dan bil pripravljen, da gremo Tulove grede s tistim cenom. Sam je bilo dobro, stari, zakon je bilo. Pa malo smo se mogli mim paziti, ne, saj strašili so nas takrat, pa malo smo. Samo škalo največje for, da sem jaz mislil, kad smo gor prišli, da je to zdaj takrat. Vsi smo že mislili, da je to zdaj konc. To je bila muka, pa cek, pa greben, pa no, zdaj pa konc, zdaj pa mori videli, lošit. Vsake tok časa se je Črnivc spomnil, še malo. Ja, še. Kuno, ata smrka še daleč. Najprej ne 3 ure
ure pa še fulje. Andrej, a ti se spomniš trenutka, ko je v Slovenijo prišel prvi, ko so prišla prva e-kolesa? Kako pa je to nazaj, več kot 10 let. Po moje, ja, ali pa ne. Ja, na začetku smo bili vsi mislili, da so bile čisto tista mestna kolesa, to je za, ne vem, da se je mama do trgovine pelala, pa kaj podobnega. To so bili taki začetki. Aha, se sploh, ja. Ja, pa so se pa kar naenkrat še v MTB malo začeli razvijati trekking, mislim, prvi trekking, pa pol MTB, in pol je šel pa sam še na gor vse, razvoj in vse. A smo ti kakšen zadržek pred takšnimi kolesi? V smislu, ta prvi moment, ko rečeš pa dar, kaj je zdaj ta sranja, ali veš? Ne, pa niti ne. Sej, zaradi tega, ker na začetku so bili itak samo ta mestna kolesa, se bo pač kakšnemu starejši osebi pomagali za trgovino, pa ker drugače ne more več gonta, pa se pa tako kar organsko vse skupaj razvijalo, vsako leto več tega. Ja. Dobar. Ej, kaj pa, če lahko še malo pred tehniko stanemo, kdaj pa mislite, da se bo zgodilo to, da bo, naprimer, ker jaz zdaj skozi ta števc gledam, mene to kar malo fascinira. Kjer števc? Ja, vsako električno kolo ima nek pameten računalniček. Kaj pa spremljaš? Vse živo, Ciril. Ja, povej mi. Prvo imaš doseg, ki mi je bilo, evo, tu je, če potegnem paralelo z električnimi kolesi pa električnimi avtomobili. Prvič, doseg pri električnem kolesu je ful bolj natančen. A misliš, da je? 200% sem. 200% sem. Mislim, vse doseg pri avtu je tudi natančen, sam če pač ti... Se kle tudi lahko. Ja. Tako dobro umirjene noge. Ja, sem samo malo začela kregati. Zdaj ne vem, če si ti to... Boš šel na kolo, pa boš videl. Ja. V glavnem, kaj spremljaš? A to si primerjal z Cirilovim čovnom? Ja, ne, tam je pa... Pri metodu gre na uro porabiti. Rabim suhi dok, če imam dolgo nekaj v Ljubljani, iščem suhi dok za metoda. Pa tudi polno izpodriven čovn ni, veš. Ja, ne, itak da ne. Ne, Ciril, kaj spremljaš? Imaš pač podatke o dosegu, pa imaš podatke o hitrosti, pa imaš podatke o kadenci, pa imaš vse žive mogoče nastavitve, pa imaš števc razdalje, vse take stvari. Se te stvari se lahko spreminjaš, veš, v aplikaciji, kaj ti prikazuje števc. Ja, tu se zdaj učim in je res luštno, je, ker tudi tisti dolgočasni odseki, ker nimaš kaj delati, kakor sem gon, se lahko malo s temi stvarmi pohecaš. Čakaj, kaj sem hotel vprašati? Hotel sem vprašati, kako zdaj pravzaprav bicikl zase zbrati, ker to sem imel jaz največjo dilemo. Jaz zase vem, da pač ne bom hodil v bike parke, pa ne bom kako se reče, rampe, se pravi, skoke, gepe, skakov. Nekdo, ki išče najbolj univerzalen mogoče bicikl, ali pa dajmo reči nekdo, ki išče kolesarski Golf ali pa kolesarski Clio. Ja. Kaj bi vidva rekla? To je drugače nekaj tazga, ki imaš ti. Se pravi, to so ti gorci s prednjim vzmetenjem, ali pa zdaj, tako, v bistvu trekkingi, ki zdaj ven prihajajo, so dejansko SUV. A so? Ja, so, ja. To ima v bistvu, se pravi, motor, baterija, zadnji zobniki, se pravi, prenosi, pa to je praktično na nivoju gorcev. Gume so tudi, niso tako široke, a veš, razlika med 29 pa 28 solom je praktično sam zunanji obseg gume, Feltna je enaka, Tako da dejansko imaš gume majhno ožje, ampak še vedno imaš terenske, recimo take, ki imaš ti gor, samo malo ožji profil. In dejansko s tistim greš lahko, ne vem, veliko planino, greš lahko na kovce, greš lahko po teh, kjer so lepo ceste, pa ne preveč razrukane vlake, In to v bistvu pokrije večino, recimo, Samo vsak se ustraši, kaj vidi strehce gor, pa lučke, pa prtlažnik zad, to pa ni športen kolo, A veš, čeprav tle smo zdaj spet pri tisti debati, zdaj kaj je to športno, A veš, e-bike pa to, te fore. Ampak je to, recimo, je to vrh glave, Za nekoga, ki bi se pa rad nekam gor zapeljal po Makedamu, govorimo recimo kakšne kovce ali pa kaj tazga, pa bi pa šel vsem malo tvegati, pa kakšno bolj razrito pot na dol najdu, tam pa moraš pa razmišljati, da je pa kolo temu primeren. Tvoj je že, recimo, samo malo več znanja zahteva, ali pa recimo en polno vzmeten, ki ti pa mehano ulajša zadeve, zato ker malo požre določene zadeve. Kaj je boljši stik tako zadnjega kolesa? Ja, se isto kot pa ravnih, veš, bolj ki je
manj rab tvojega inputa. Se pravi, trdak je tako, da bi imel pol togo premo, polno zmetenje, pa kot posamično zmetenje. Ja. Recimo, ja. Andrej, ti, ki imaš stik, predvidevam, da imaš stik, seveda imaš z izdelovalci, pa izdelovalci elektromotorjev, pa Tudi, zagotovo ste povabljeni tudi na kakšne predstavitve. A se obeta pri električnih, tu sem se spomnil, kaj sem te hotel vprašati, se obeta pri električnih kolesih, da bodo kdaj rekuperirali v dolino navzdol? Ali je tu preveč posega v težo pol? Se mi zdi, da je preveč posega. Zaenkrat ni tega predvidevanja, mislim, nič ne kaže na to, zaradi tega, ker verjetno tudi ne bi dosti dobil nazaj. Zato, ker predvidevam zaradi tega, tudi ker je razlika v masi med avtomobilom pa hitrostmi vseeno tako velika, da bi bila to predraga komponenta verjetno. Zagotovo. Vse ti sisteme na kolo v gradu, a veš, te imam drugače kot avto. Vsaka kila se pozna. Tako da to zagotovo ne bo, mislim. Razen, če jo pogrunta da bo motor sam to sposoben delati, se pravi, ne vem, a veš, da bi pa kaj ekstra gore greval. Ja, tukaj pa kolesu ful težko nekaj, da bi v zadnji še nekaj dodatno, ne vem, to v gradu, ne vem, da bi od zadnjega dela še dobil neko to energijo. Da je toliko energije. A ni bilo tudi pri avtih to vse ful dolgo trajalo, prije so... Ne, pri avtih... Da so tako na takem nivoju spravili, da je zdaj... Pri avtih je bilo tako od začetka, sem je pa res, da so zdaj imaš bistveno več. Imaš e-pedal drive, pa imaš različne stopne rekuperacije, pa to. Kaj pa Andrej, tale trend, ko smo ful opažali tudi v tujini, ko smo bili po teh velikih mestih, sploh Nizozemska, Danska, ta tovorna kolesa, kako pa to pri nas kaj kaže? Ja, to je ful zanimivo, pri nas se tega, sploh mi smo pač iz Kranja, mogoče v Ljubljani bilo malo drugače, ne samo v Kranju, od tega ni nobenega prepraševanja. Ker pač v tujini je tega, pa ne vem, greš zjutraj otroke, peleš v vrtec. Ja, ki jih dajo kar v kason. Kar v kason, ja, in se vozijo, tukaj v Sloveniji pa zaenkrat še ni tega trenda. Tudi v bistvu spodbujajo tudi tovorna kolesa s temi subvencijami, ki so zdaj možne, sam nekako tukaj pač v Sloveniji ni tega popraševanja. Imamo dosti popraševanja po teh mestnih kolesih za subvencijo, po združljivih, pa teh tovornih pa ni. Ni se to še nekaj. Kaj pa se subvencijo zdaj dogaja? A ta subvencija zdaj je na voljo, ni? Je zopet na voljo, ja. Zdaj so spet sprostili nova sredstva, tako da tega je kar nekaj. Pa tudi popraševanja je poprašanje veliko. Kaj pa mislite, glede na to, jaz razumem to subvencijo, ki je bilo za električna mestna kolesa, pa tudi, da se spodbuja ta prehod iz avtomobila sploh v teh poletnih mesecih, oziroma ker je kolesarska sezona, tako kot pri motoristih, čezdalej daljša, tudi zaradi klimatskih sprememb, ki imamo bolj mile zime. Kaj pa mislite, zakaj pa ne bi bila, na primer, subvencija tudi za, bom rekel, v narekovajih športna kolesa? Sej na nek način jaz, ko se usedem na ta kolo, pa grem popoldne voziti, tudi nekaj naredim za zdravje. Ali je to nepomemben dejavnik pri vrednotenju subvencije? Tako čisto laično sprašujem. Ne, se tle je v bistvu ta filozofsko vprašanje zanimivo, kaj so oni sploh misle s to subvencijo. Zdaj, če so dejansko recimo spodbujane, da ljudje hodijo na šiht s tem, malo bi tudi bilo treba verjetno misliti na infrastrukturo, se pa tudi to treba narediti, zato da imaš te daljinske poti kolesarske, pa to, da bi... Naprimer, da je bila Ljubljana pa Kranj recimo povezana. To je ena stvar. Druga stvar, če hočeš spodbujati, da se ljudje gibajo, je to dobro vprašanje. Zakaj ne za ostale? Pol je pa tle še ta glavno vprašanje, zakaj ne subvencije za nakup navadnega kolesa? A veš, recimo tle je pa ni. In zdaj, če nek eko prehod ali pa dobro... Se mi zdi, da v sodobni družbi zmer gledamo ta eko prehod, da to mora biti pa elektrika zraven. Pa ni nujno, se lahko so žganci, pa isto eko. A veš, to se tudi noben, mislim, zakaj tega ni? Zakaj ne vzpodbujamo, da bi ljudje več kolesarili, ampak kakršen koli kolo. In zdaj smo pa zacementirani, da pač, to. Sej dober, hvala Bogu, da saj nekaj je. A veš, ker je bolj kot nič. Ampak vseeno, tle se poraja cel kup enih vprašanj. V bistvu, zakaj ne še te, če se že gremo. Andrej, ko je bila ta subvencija na voljo, se je v trgovini poznalo, so ljudje prišli? Ja, absolutno, ja. So prišli, malo do pač, dejansko ga uporablja, mislim, se uporablja za ta namen, in je pač
Polkaj damo kupcev, ta subvencija na nek način bila dobro zadeta. Absolutno. Podobno tako lahko je primerjamo, naprimer, zdaj mi na glavo pade turistični boni, ki smo jih v času korone. Res je. Je to primerljiva zadeva. In tudi imate pač kupce, ki so prišli in danes se s kolesom vozijo v službo več, kot so se vozili. Tudi, ja. Tega, to je pa dobra stvar. Pa. Se pravim, veš, to je stvar, ki bi jo mogli skozi imeti tako, ne sam, pa razširiti, pa seveda infrastrukturo zraven delati. Tudi razširiti, tudi ti bi se lahko vozil s tem kolesom v službo. Recimo, se dometama dost, da bi prišel. Ne, dometama sigurno dost. A si probal kaj? Jaz, valjda, da sem. Si? Ja, jaz za ta kolo, jaz imam 8... Dajmo tu razdeliti, no? Da boste vedeli, kaj sem si umislil. Jaz sem si umislil 800-vatno baterijo. Umislil sem si boljšel elektromotor a tam ima že 100 Nm, če se ne motim. Lahko prilagodiš na 120. Celo tako? Ja, lahko prilagodiš. Iz 85 na 120 imaš opcijo v aplikaciji Smart System. In jaz sem pogledal že na YouTubeu, preden sem k vama prišel par teh, bom rekel, primerjav, pa dosega, pa to, se veš, pač vsak mu je nekaj fascinantno, ko gre si neko stvar kupovati. Ampak jaz sem dejansko videl, da s tem kolesom, če se mi vozimo v območju delovanja, se pravi EMTB, ki ti pomaga tukaj, če se ne motim, da ti težo izniča ali malo več. EMTB je samodejni program, ki ti lahko tudi v turbo da. Res? Ja, seveda. To on sam noter senzori zaznajo, koliko ti močno pritisneš in toliko ti on rukne pomoči. Zeleni? Ne, ti si pa eko. Eko. To si meh, ne, se vem, barve si malo pomešal, pa si večinoma si na vijolični. Nisem. Da se že malo pozabil, kaj ima strela. To so tipični, veš, ko ne pogledaš. Ne, jaz ko samo eko vozim, pa pogledaš noter porabo, dejansko pa turbo, 60%. Kjer program deluje tako kot avto? EMTB. EMTB, ja. To je samodejni program. Se pravi, ok, jaz imam na svojem kolesu na računalničku Eko, Tur Plus, EMTB, pa Turbo. Tako je. No, in v Eko se daleč največ vozim. Ja. Takrat, kadar nisem na klancu, ravnin. Sam ti si rekel, da nimaš nič ravnin tam pri sebi. Dobro, dolenske stvari so... Ta zgodba se kar spreminja iz minuto v minuto. Se bomo pol na tole pogledali aplikacijo. Nekaj se ti zatika. Ne, sem tukaj, da bo jasno. Se pravi, pri Eko meni elektrika pomaga tukaj, da mi izniči težo. To je tako, kot da bi na žgance vozil navaden mountain bike. Ja, pa še mečken doda zraven. Par procentov doda, tako da Eko je že pomoč. Se pravi, sebe nese, pa še mečken ti doda. Lažje je, kot z navadnim kolesom. Je že pa Eko. Čeprav, ko je klanc strm, pa jaz včasih se poigram, pa da mi stura nazaj v Eko. Prima za breza. Ne, veš kaj, ti bi mogel ubrati, ful je pomembni so obrati. Tako je, ne? 60 na minuto ima za te močne motorje in ti moraš to vzdrževati. In bolj, ko pritiskaš, več, ko imaš obratov, kot pa avto, ista fora. Bolj ga preganjaš in bo tudi ta Eko ti dejansko toliko pomagal, samo moraš vrteti. Zdaj, če pa ti zaspiš, pa je pa skozi težji rata, seveda, pa je pa tudi spirala, ker lahko na koncu tudi počakaš v bistvu. Ja. Tako da na Eko pa Turti tudi kapelca klala dol preteče. Tudi. Absolutno, ja. Tudi. V klanci pomatraš, ja. A bomo kaj v tehnologiji spregovorili, kaj sta prinesla kupenih škatlic, jaz sem za eno vem, da je luč, to so neki zasloni, kaj sta prinesla sabo, pa Jure? Ne, veš kaj je, seba po rehabilitaciji kolena je bicikl so najboljše toplice, ne? Ja. In on je si kupil enega grevela in on je meni rekel, da je bil prvama kolesarski radar. Res je. Kaj je to kolesarski radar? Radarska luč. V bistvu tukaj tle spodaj v bistvu se nahaja radar, dejansko zazna senzor gibanja, pa lučka, ki pol odreagira glede na to, kaj se približuje, pa s kakšno hitrostjo. In to je ena zadeva, ki je že precej dolg na trgu, no. Specialkarji večinoma se to uporablja na specialkah, pa zdaj tudi v bistvu ljudje, ki se po cestah vozijo. Kaj sploh to dela, stari, oprosti? Ja, to recimo v kombinaciji z nekim, pač moraš nek števsmet pameten, ti on v bistvu zaznava, kaj za tabo prihaja. In te on upozarja na to, tako kot radar v avionu. In on ti
zvočno te upozori, se pravi zapiskati, mu seveda tam le malo poblinka, da nekaj je, pazi kolesar pred tabo, ampak te pa na števcu dejansko najprej zapiskati, pogledaš, pa dol vidiš v bistvu simbolček, avto, vedno je avto narisan, pa 1, 2, pa 3, pa kakorkoli. Pa je pa še barvna, veš, tak trak ti nariše in je v bistvu obarvanost ti pove, s kakšno hitrostjo se približuje. Zdaj, če je neka oranžna in normalna hitrost, če ti pa naredi pa z rdečo zasvet, pa veš, da bo vzela pa nekaj padala. Ne? Koliko časa je pa to že? Drugače, kar precej let že. Ja, sorry, veš, ne vem, sem rekel, da sem se prišel učiti, ampak meni je to... In zdaj tudi ponudba se zdaj zelo šira, a veš, to, skozi več je teh proizvajalcev, ampak ja, to je ena zadeva, ki je dejansko ful uporabljajo. A motoristi to tudi uporabljajo? Ne, motoristi ne. Uporabljajo na Rallyu Dakar. Ja, no, lej, zanima, ker to je široko uporabna zadeva. Ja, to, da si boste najbolj predstavljali, to je tako, kot na Rallyu Dakar, tam so pogosto je slaba vidljivost zaradi tega, ker je veliko prahu. Ja. In kadar so preleteli dirkalniki, se pravi dirkalni avtomobili, pa tudi kamioni, ker na določenih odsekih so pač ta vozila hitrejša od motoristov, zaradi tega, ker enostavno lažje zmeljajo tisto, kar je pod kolesti, so imeli oni te radarje, da je vedel motorist, da se mu približujejo zad hitrejše. Kamaz. Ja, zver. Se sam na njega so verjetno mogli paziti. Ki gre tako včasih po luftu mimo. Kaj pa je še od te digitalne opreme zdaj za kolo, pa če rečemo neki taki asistenčni sistemi, a je še kaj drugega poleg radarja, ali pa, kar se mi zdi zelo pomembno, osvetlitev kolesa mogoče? Mislim, ta pač radar je verjetno se pač malo dobil pri specialkarjih upasa, nekaj se mu približuje grupi oziroma kakšnemu in da začne utripati ta lučka, Drugač pa, ja, osvetlitev, mestna trekking kolesa večinoma to že itak imajo, tako kolo, kot ga imaš pa ti, je pa fajn, saj kakšna sprednja luča, pa tudi lahko si daš v zadnjo, pač radarsko oziroma pač samo tripajočo, Sprednjo luč pa lahko tudi priklopaš direkt na baterijo, naprimer, Se pravi, jaz lahko upgradam kolo tudi tako, da če bom imel jaz, ne vem... Če se boš zvečer pelal, da boš dal lučko spredaj. Pa elektriko poberam iz baterije. Tako, da sam že narejen priklop. Ja. Da boš sam enkrat polno, Se pravi, ne rabim niti kolesarske luči, ki bi jo mogel na USB-C... Ne, direktno na to. Ampak rabaš ti v tem primeru od Cuba. Ja. Luč. In ta luč, v bistvu imaš samo kabelček in vtakneš not in to. Simpel. Koliko pa je povpraševanja? Včasih smo vedeli, ko smo bili mi šmrkovci, pa ko smo prišli iz BMX-u na te, kad spomnim, tista prva rogova gorska kolesa. Dinami pa to. Ne, dinami. Hočem reči te... Resice prekrajajo. Ne, števčke te, ki so prve, ko smo hodili v Italijo kupovati. Kaj je danes dober kolesarski računalnik? Kaj zna vse tak dober kolesarski računalnik? Rečemo ta Brighton, praktično imaš v navigaciji, vseh pač programov, aplikacij in radarja. A pa to, naprimer, ko daš tak računalnik gor, pa rečeš, ok, jaz hočem iti po trasi Maraton Franja, ti si lahko vnaprej načrtuješ stvari ali ne? Ja. Ti si GPX dol, potem vsaka taka stvar laufa z aplikacijo, vedno imaš neko aplikacijo v zadju, na telefonu. In tam si dol potegneš lihka češ, s kjerkoli, samo da dobiš GPX ali pa še ne par zapisov je takih različnih, potegneš dol, preneseš noter na napravco in ti kaže. In zdaj božka imaš, veš, večji prikazovalnik, eni sam puščice kažejo, pa reče, čez 200 metrov zavi levo na to pa to cesto, takali, ki so pa malo večji displej, imaš pa prav zemljevita. In to imaš, ni. To je ful fajna zadeva, tudi na kakšnih potovanjih, recimo, mi doženo kakšni Dolomite ali pa kaj tazga, veš, to ne poznaš cesta. A vidva potujeta z kolesom? Ja, mi so pa več skupaj, na kolesih, pa to pa že kar encajta, pa tudi kaj se pogovarja vmes. Kaj pa ta trend kolesarskih potovanj? A ti, Andrej, si tudi daj šel potovati? Ne, to pa nisem, še s kolesom. Koliko pa košta to vse, o čemer govorimo? Koliko košta radar, koliko košta en dober... Dobrih 100 evrov pride radar, v osnovnem števcu isto dobrih 100 evrov. 100 evrov nadalje, 100 do 300. Imaš pa seveda na gor. Da ti meni nekaj poje, bi ta radar, zdaj so te smejali, sam jaz, ko grem po Ljubljani na špancer, non-stop cvikam, kdo mi bo do zadaj preletel od kolesarjev in od skuteristov, in ko sem pa z otrokom na sprehodu, sem pa še 4krat bolj nervozen, ker otroci pa malo izraven, malo ni, malo ne pogleda levo, desno,
Sploh ki ni ločena kolesarska steza pa pločnik, ker je sem barvna črta. Pa tudi, če je ločena, samo veš, to je življenje. Ne? Ti malo levo, malo desno, otrok nekaj zanima. Teče, ja. Ti otroka probaš še kaj naučiti, sam pač noben ne 100% naravna. Veš, kaj je sam problem pri tem? Kolesarje niti ne zazna tako dobro. Sem pa kdaj zazna, kakšen ga res hit preleti, tako vidiš, da res preleti s kakšno specialko, ampak ne po ravnin, bolj kakšne spuste. Ker to kolesarstvo v mestu je to pa druga žival, ne? Za vse druge udeležence. Veš, pri avtu sem že malo navajen, ker vem, kje so kritična križišča. Ker grem peš na špancer, peš po Ljubljani, stari sem pa kar malo debel, sem pa tja pogledal. Sam si predstavljaš tole, kad ti to vsake 3 sekunde piskal, to sam piska, to. Jaz probam debato izved, ker se mi zdi, da v bistvu sprehodi po mestu so vse bolj nevarni. Tudi, mislim, zato, ker pač to leti 100 na uro, stari. Seveda, ja. Kolesari in pa teli na skuterjih. Ja, vem, ja. Mislim, skirojih. Vse to smo mislili. Skozi bolj gost promet je, tudi tle, ne samo avtomobili, ampak kolesa, skiroji, vse to in jasno, itak da je. Čeprav tale radar prvenstvo ne je mišljen prav to, da zazna avtomobile pa motorje, se pravi večje objekte, ne vem čisto točno kakšna tehnologija, ampak po mojem mora biti kaj malo večjega, kakšna odsevna površina ali pa kaj tazga. Tudi radarski odboj je verjetno bolj naštiman na avto, pa na jaz mislim, da kolesa pa na take stvari, ne? Tako da, To tudi indoor bike lahko naštimaš, vidim. Ja. To bi sploh moja mami nesel. Sploh radar si mislil, radar lahko. Kiril je prvi, ki je dal radar na indoor kolo. Za vsak slučaj. Pa fulja rabaš. Ja, veš. Shit, bravo, Ciril. Stari, veš, tako se pride do izvirnih idej. To se pride do idej, pa tudi zakaj bi stal, ne? Zakaj bi stal v škatli, ne? Ja. Ne, veš kaj, to imaš pa različne programe, imaš noter, ki si naštelaš. To imaš pol MTB, pa to pač za vadbo imaš, te aplikacije noter, pa Search and Pulse, pa te fore. Dajte še povedati, kakšna sta vidva malo tako, čisto osebno zdaj vprašanje za oba, ne? Kakšna sta vidva v prometu, kolesarja pa pol tudi voznika? Ja. Ker smo kolesarji in nam grejo avti kdaj na živce. To vam drugače vprašam, Andrej. Kot šefa kolesarske trgovine, a si v avto kolesar, a si voznik? Ja, mislim, jaz probam biti oboje, ne. Je pa pač, zmeraj za kjer mu volanom ali pa brancov to si, ne, koncev, ne. Tako da... Kaj te ujezi? Ali pa kje vidiš mogoče največji napredek? Če tako malo pogledamo sožitje kolesarsko, avtomobilsko, kje se ti zdi, da vidiš največji napredek? Da novo sem šimfel, no? Ja, mislim, jaz še vsem mislim, da je skozi več strpnosti, no? Ker je praktično, je pa problem spet skozi več prometa, ne? Sploh, pač kot smo prej govorili, vožnja v službo, a ne, zjutraj se vsakmu mudi, vsi so nervozni in pač veliko prometa je, nima veliko urejenih kolesarskih poti, tako da gužva je na cesti, ne, in kolesarjev in avtomobilistov, ne. To pač, čez vikend je čisto nekaj drugač pač kolesarta, ne, zaradi tega, ker je pač malo manj prometa, pa malo različ se razvrsti vse skupaj, no, se mi zdi. Kam se ti, na primer, odpraviš kolesart s svojo familijo? Prej si že omenil, koliko imaš stare otroke? Mislim, mali bo zdaj 3, Lina bo pa stara, se pravi 6 let, ne. Pa mali verjetno še na kolesarca? Ne, je še v malo s pogonjavčkam, ti ga malo treba paziti, ne, Lina pa že, ne. Sam se probamo izogibati cesta, ne. Gremo, ne vem, pač tako bolj po teh stranskih cestah do predvora gor od nas, tako da je čim manj prometa, ne. Kaj pa v tujini? Kako je pa v tujini to urejeno? Greste doskrat s familijo tudi van kolesart? Tudi, ne, sam pač, to pa, ne vem, kakšna, dobro, na Hrvaškem lih ni tako urejeno, kakšna Avstrija se pa pozna, ne, pa bistveno več kolesarskih poti pa to, ne. Pa tu imamo že, govorimo seveda o ločenih kolesarskih poteh s cesto, ne. Tako, ja. Klems, ti si bolj kolesar, ali si bolj voznik? Ne, že jaz. Gledam Tour de France na televiziji, uživam, je ful dober. Pa Giro tudi daj pogledam, je tudi ful dober. Tako da. Ne. To globoko odgovori, da. Ne, kolesarmo, Tako da smo se tudi prilagajali starosti otrokam, ampak moji so že malo starejši, tako da že srednja šola pa faks.
Tako da mi imamo take bolj adrenalinske počitnice, Alpe. Dokler so bili majhni, smo bili po Sloveniji, kope pa take zadeve. Zdaj smo pa v Alpah, zdaj pa probamo na 3 ure priti s kolesom gor, pa pol malo dol, kakšne lepe grebenske spuste in tako naprej. No, evo, zdaj si dal dobro istočnico, ki me pa res zanima. Mimogrede naš Klemen Kornjak je ponoven tudi, upam, da bom prav povedal, načelnik komisije za gorsko kolesarstvo. Za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije. Evo, zdaj imam pa jaz za tebe eno vprašanje. Zadnjič sem prebral članek v Motorreviji, kako je nek kraški outdoor kolesarski festival odpadel zaradi nove ureditve zakona o varstvu narave. In kaj imam pa jaz resen problem? Se pravi, okay, v naši državi imamo Alpe, pa se po Alpah ne smemo voziti. Zakaj? Zakaj ne? Zakaj se lahko po Alpah vozijo v Dolomitih, zakaj se lahko vozijo v Švici, zakaj se lahko vozijo v Franciji? Kaj je pri nas problem? Ja, po moje, ta največji problem je, ker nimamo neke cele slike, v bistvu, kaj bi sploh rad. Kakšen razvoj, pa kam bi raje šli. Tako, prej smo govorili o subvencijah, je tle ista fora. Radi bi, da se ljudje gibajo, da smo zdravi, pa tret, ampak hkrati imamo pa cel kup nekih rigoroznih zakonov, ki prepoveduje to, pa pa ta tret, pa Fajn bi bilo, če bi se športali, ampak da smo vsi doma. Tako je. Sej, v bistvu veliko stvari lahko počnemo, samo ne pa tako kot v tujini. Predvsem, recimo, kar se tiče teh naravnih okolij, TNP in tako naprej, imaš dovoljenje, lahko se peleš po cestah, po makadamih, pa take fore. Ampak recimo, ne more se pa pri nas, nimamo teh dvonamenskih planinskih poti ali pa kaj tazga, da bi se pa pelal recimo po mulatjeri v TNP-ju. Zdaj ne vem, zakaj se to še do zdaj ni rešil. Jaz, tudi eden izmed mojih ciljev je bil, zakaj sem kandidiral, zato da prvič, da se pozanimam, kako je s tem, drugič pa, da probam stvari rešiti. Kam bo to prišlo, ne vem, ampak v tujini je pa izkušnja taka, da pač normalno se peleš. Parko nacionale, ne vem, Stelvijo, pa je dvonamenska pot in ti se čisto normalno peleš in tam je narejen za kolesarje. Pa ni noben problem, se sreča s planinci, čao, gracije, pa tako naprej, se ponovače umaknejo, mislim, tako so še navdušeni, bravo, kje se pelete, pa te fore, A veš, ampak ni nobenega konflikta, nič ni. Ti se tako kot kolesar zavedaš, da lahko pride planinc nasprot, se moraš, ker to ni bike park, Ja, se tudi kozorog pride nasprot. Ja, tako je, Ja, sej, ampak, a veš, ne bo zaradi tega nič uničil tam, Itak, lej, roka na srce. Dobro, zdaj bajki mejhan drugača, ampak še vse. Čak, zakaj zdaj ja, zato se lažje dostopi, A veš, zdaj boš ti boš gor šel, ti bi zdaj se lahko pelal tam okrog, recimo. Prej se ne bi. Na žgance se ne bi pelal, ne bi šel zdaj nekam, ne 2-3 ure gor. Pa... Ja, sem imam pa jaz eno veliko dilemo, Ja. Apropo tudi tega, tudi naprimer Triglavskega narodnega parka ali pa starih hribov, Ja. Včasih so se koče oskrbovali z mulami, Ja. Mislim, danes mi lahko v vsaki gorski koči, na Krederci, kjerkoli dobiš per. Ja, res je. Ker se gor s helikopterjem pripelje. Ja. Pa to parkrat na dan, če treba. Jaz imam tukaj zdaj problem, si rečem, zakaj meni ne bi smel biti ena muletjera pod Krnom dosegljiva na električnem bajku? Ja. Po drugi strani je pa lahko dosegljiva kjerkoli pijača pa hrana na najvišji visokogorski postaji. To so te večne dileme. Veš, ko imamo na eni strani varstvo narave, pa določene take stvari se pa dopuščajo. Recimo, a veš, stvari morajo laufati, to je logično. Tudi recimo gozdovi se morajo vzdrževati. Jaz razumem, da morajo posekati in odpeljati to. Samo recimo, kaj tam en harvester naredi v Gmajni noter avtocesto. In recimo, razumem, mora to biti, ker ne more drugače. Gospodarstvo mora laufati. Ampak v isti sapi pa tako malo brvi dvignem, ker bo pa en rekel, ko bomo srečal tam, s tem kolesom si pa ti zdaj ful uničil. Ja, kaj sem uničil? Nič nisem uničil. Sej gre tudi malo za kulturo. A veš, tudi med kolesarji imaš, bom rekel, bombarje. A veš, tako kot bombarje imaš posod. Tudi človeka, ki pusti smeti, ali pa je smotan, ali pa neumnosti počne. Ampak ne more zaradi tega pol posplošiti, ker na celo populacijo, zdaj so pa vsi taki. Ja, nismo. A veš, jaz kar imam resno težavo, ker razmišljam o teh stvareh, pa ne samo o kolesarstvu, da razmišljam tudi o, bom rekel, enduro motorjih,
takih stvareh. Se pravi, država spodbuja nakup nečesa, zato pač pri nas je praktično dovoljeno kupiti vse, kar imajo tudi druge razvite države in država od tega vzame 22% DDV-ja. Ja. Po drugi strani imamo pa kup prepovedi in jaz se tudi strinjam. Ne moreš se ti voziti glih, ne vem, če je tam zaščiteno planinsko, ne moreš iti z gorskim kolesom, ko se po planikah furati, ne? V nekem zaščitenem. Ampak ne razumem pa zakaj, če smo se odločili, da smo turistična destinacija, da smo zelena država, zakaj se ne bi spodbujalo outdoor turizma? Ja. Ne, ker jaz mislim, ne vem, vidva sta v kolesarjenju veliko bolj izkušena kot jaz, ampak jaz mislim, da kolo za raziskovanje dežele ali pa za nek turizem je eden izmed najbolj zelenih stvari. Jaz si drugače ne predstavljam. Možeš škodljivka karkoli drugega, ne? A veš, pa tudi, se čisto za zgled jih imamo. Imamo Švicarje, imamo Italijane, imamo Francoze, imamo Avstrijce tam ne. Pa se treba sam čez mejo malo pogledati, ko so stvari urejene. A veš, meni ni razumljivo, da imajo, ne vem, Švicarji dirko, ne vem, enduro, to je pač eden izmed teh, pač enduro svetovni pokal, pač podoben, kad downhill. Govorijo o kolesih. Kolesih, z razgledom na Matterhorn. Ja, si predstavljate, da pri nas imeli dirko z razgledom na Triglav, a veš, ampak Švicarji to imajo, pa s tem se noben ne obremenjuje. Tam imaš bike parke, ki ti pripelje gor, lih kamor češ, a veš, ampak ne vem, kakor jaz vem, Švica še zmer vse stoji, pa vse rosce rasejo, pa vsi ptički so tam, a veš, pa ful slovijo po ohranjeni naravi in tako naprej, In, a veš, te kontradikcije, ki jih imamo tle pri nas, da smo pa mi, a veš, bolj papeški od papeža, cela Evropa pa že funkcionira in živi od tega. Ok, pa lahko na to temo kaj naredimo? Ja, ne vem, bomo predvsem, mislim, se mogoče tudi ta podcast je ena od majhnih priložnosti ali pa večjih, ko pa jaz vem, na koga pa mi lahko apeliramo, kdo je odgovoren, da se premakne prva stvar. Komu mi to govorimo zdaj? Ministrstva, verjetno je to prvo ministrstvo za okolje in prostor, oziroma zdaj ne vem, ali bo to kaj drugače izgledalo. Potem turizem spada verjetno pod gospodarstvo. A veš, to se mora malo skupaj posesti, pa v bistvu najprej strategijo državno narediti, kaj bi sploh radi. Ker ne moramo se razglašati, da smo nekaj, pa zakone sprejemamo, pa čisto nekaj drugega. Zdaj, kar se tiče teh zakonov, občasno imamo občutek, tisti, ki mogoče kakšno stvar tako vemo, da v bistvu oni kdaj kakšno stvar sploh ne vejo, kaj so naredili, oziroma kaj to pomeni v praksi, ne? A to je notor v zakonu? Aha, ja, ok. Ja, čakaj, ne vem, a veš. In pa pridejo probleme, a veš. Sej recimo mi, rekreativni kolesari, niti nimamo takih hudih problemov. Imamo jih, ampak vsem se da, Več problem so tekmovanja, a veš, recimo, kolesarska zveza ima pač probleme z organizacijo tekmovanja, ker preprostih ne morejo imeti, Recimo po tem zakonu je v bistvu odpadalo 3/4 stvari, A veš, in to je, si pa rečeš, kaj ste zdaj naredili? Tako ponosni smo na naše športnike, pa funkcionirali je, ne vem, 15 let čisto normalno, zdaj pa kar naenkrat ko podrezu, zdaj pa nas smete, kaj? A veš, kar nekaj smo naredili, ne vem, in to je, Take stvari se mi zdi, da je tako, ampak ja, prva točka so pa seveda, so ministrstva, to državna uprava, kaj ćemo drugega, Se oni v bistvu sprejemajo pol, Mislim, to gre za take izpuščene priložnosti, ki boš pa enkrat 100 priložnosti izpustil, pa do priložnosti sploh prišlo ne bo več, zato ker bo folk razumel, da Slovenija pač ni temu naklonjena, pa sploh ne bojo več iskali priložnosti. Tako je, Kolesarji so, mislim, to, da gre nekdo na izlet, je samo ena od teh vej priložnosti povezane z gorskim kolesarstvom, z uživanjem v naravi in tako naprej. Absolutno. To je butast, jaz mislim, da bi mogel biti nekdo odgovoren za to, seveda nihče ne bo, ampak mislim, dajmo se skupaj spraviti, ker to je jaz, ki meni srce ne bije za to, pa si mislim pa halo, tako državo imamo, kako ne bomo izkoristili tega do te mere v sklopu nečesa, ki je dobro za človeka, v sklopu turizma. Prej, ko sem vprašal, kaj mi števec pokaže mi tudi med drugim, koliko sem CO2 prišparil. Ja, vidiš, A veš, da imaš drugače tudi igrca gor. Kaj ping-pong, to me pa ne zanima. Ne, imaš drugače to gor. To je skrita, to je pa res. To so pa inženirji. Ne, res. To so pa boljši inženirji naredili, skri so noter. Unike so nočno smeno delali. Ja, res. Ampak najprej smo mislili, da je to fora. Res, to, a veš, kaj prebereš na forumih, pa si rečeš, ne, itak, ne. Pogreš pa probati in res. Res, Pa veš, kaj si reče? Tu sem pozabil povedati.
Veš, kaj ima še ta funkcijo? In sem tudi prvič uporabil, ne zato, ker bi rabil, ampak iz čistega ferbca. Se pravi, pomaga ti potiskati kolo. Ja. Če se ti v eni strmini znajdeš. In včeraj, če se ne motim, je bilo na RTV Slovenija 2, ki sta šla v Ande. Kolesar. No. A vidiš? Koliko sta na 7 ur skoraj? Še dobro, da jih ni kakšen ranger preganil. Ne, tam je to dovoljno. V Sloveniji ne bi mogel. Ni rekorda Strigla, ne smeš. Dobro, ajde se, dobro. Je pa dobra funkcija, ta walk mode, ali pa pač iz doma iz garaže, ali pa karkoli, pomaga. Sprav, ti si na strmini, razjašeš, ne? Ja. Dihaš, ko se voziš na eko, to v klanc, ne? Ja. Pa stisneš gumb in porineš bajk. Turbo skozi, dokler gre pa na pas mati. Ne boš ti, to jaz vem, ti si bolj tekmoval. Mogoče bi tebi enega posoda, da bi se enkrat, dvakrat, parkrat. Enkrat mu moramo dati. Dajte se oglasiti, pa se posodimo njemu eno. To si mi zelo kavico vrgo, stari, ne? Jaz bi še pa to stavil, vidim, da ti mene malo podcenjuješ, ne? Si ti pozabil na atmosferski na Juriš, ko sva Saša šla z kolesom okrog piste. Pa so vsi sam pričakovali, da bo Saša zmagal, pa vse tiste dolge noge pa tako. Pa sem ga popravil, po mojem glizane 12 sekund. Ja, dobro, sam ti imaš pa tudi noge, ko za bate mamko. Veš pa, ne, Ciril, pa mi se dosti podobno tako, veš, mi so une kugle, ki so v pretleh športa, makina sportiva, veš, te fore, jaz to zmer ponavljam, to tebe ni, ne. Jaz imam frizuro aerodinamično, to gre, čelada, pozab. No, zmenem, pridite do nas, pa gremo na Jakoba. Ajde, gremo. Ajde, Ciril, bomo šli enkrat, no? Bomo šli, bomo. To se je pripričal. Spodi bom dal že na walk mode, pa bom šel na špacer. Se vidimo gar. Enkrat moramo iti, enkrat moraš iti ti to probati. Ja, se sem za. Mi boste povedali, kje je štacuna? V Kranju, na Kokrici. No, v Kranju na Kokrici. A imamo naslov, konkreten. Ulica. Cesta na Brdo 52. Se bom jaz tudi spodaj napisal, itak, mingrde, zdaj, če že govorimo, kje je, Kokrca, 04 20 45 007, James Bond številko ima. Tako je. Kako pa imate skoči s prst v štacuni koles? Zdaj je ta trenutek. Po štacuni, vse komplet. Ja. Ne za zalogo skladišče, če misliš. Ja, več 100. Res? Ja. Tega je, ne vem. Se mora biti stari, če je to nacionalni šport. Koliko imate pa konkurence, oziroma kaj dela, a veš, a ste vi lepo po regijah razmejeni, vi imate Gorenjsko pa Kranj čez, ali pride, ali odleti kakšen iz Krana, ki je v Nov mest kupiti, kako imate to malo, a veš? Ne, tudi. Več ali manj vsi v Kranj pridejo. Ja. A ja? Vsi, ki rabijo kolo, pridejo. V Kranj. Če ne do nas, a ne. Središe, Ful imamo ene ponudbe, tudi ostali trgovin, pa tudi ful trgovine je v Kranju. Samo, veš, je pa res, da jaz sem opazil, Novo mesto, kakor je bilo vedno kolesarsko mesto, zaradi pač Adrije Mobil, kolesarskega kluba. Veš, kolesarskih štacun pa res ni takih velikih pri nas, ne? To se zmeraj razvija glede na velikost trga, a veš. Pa nekje je tradicija, ne? A veš, nekje pa pač velikost trga. Se v bistvu mene bo presenečal, da je v Ljubljani tega toliko malo. A veš, tudi trg je pa gromozanski, a ne? Ampak je dejansko tako, da nekdaj je bilo pač, Kranj je bil nek tak središče, ne? A veš, in imamo tam trgovin in tudi dejansko pridejo ljudje, recimo z Novega mesta ali pa iz Prekmurja, in pove, da so si vzeli dopust, so vzeli, zdaj ga pa en dan in zdaj v kolo kupili. In grejo v Kranj, tako doskrat rečejo, da grem v Kranj, zato imam tam vse. Pa sam kroge dela, za eno trgovino, druga pa se pač nek odloča. Pa se pa prvi odloča. Ja, pa nas se mi pripričamo. Ja, pa se pa prvi. Prav tak kolesarski hapi Kranj. Ja, to je, seveda. Mi smo center. To je ena stvar, ki jo naša Lukovca nima, ne? To je res, ne. Bez miri me jebejo, da v Lukovci je bilo vse najprej. Sam je bil sam zdravstven dom, pa ta prvi kino z okrivljenim v steno. Ampak pustimo to zdaj. Pa to prvi so, jaz so to prvi v Sloveniji vampe s parmezanom. Uraž? Fudo. Andrej, kaj pa je... Veš, kaj mene tudi fascinira, nekaj ti pa čisto odkrito povem, ne? Fascinira me pa, kaj se je zgodilo, vsej pri velikih stvareh, ker je upleteni materiali pa tehnologija se je to zgodilo, ampak se mi zdi, da ta cenovni razkorak pri kolesih, ne? Če tako zdaj pogledam, ali pa tebe, te zovem,
Koliko je v tvoji štacuni najcenejše pa najdražje kolo? Najcenejše, pa odraslega kolesa govorim, ne otroških. Okay. V otroških imamo tudi, so zelo popularni, zdaj s temi lahkimi otroškimi kolesi. Drugače pa nasplošno pa najcenejše, ne vem, gorsko je tam cirka 400-500 evrov, je začetek, mislim, gor, do 10 tisočakov približena, mislim, po naročilu sej sky is the limit, sam nasplošno pa kaj, Kako je pa najdražji bicikl, ki ste ga do zdaj prodali, de facto, koliko je bila cena? A imamo? Čez 10, 12, 14, kaj tazga. A to je specialka gor? Gor so v bistvu. Ja. Kaj ima ta bicikl gor? Dajte me malo izobraziti. Mislim, kaj, zdaj to pomeni, da je gištel, čist druga forma, je to lažje, ali ima to enih stvari še zraven, je to pomeni za prenos? Zakaj je ta bicikl 14? Kot ti je za avto, lahko zdaj povedal, okay, ta avto je 120 jurjev, mogoče ne zgleda, ampak ti mi je zdaj povedal, zakaj je. Zato, ker ima vzmetenje, ker ima to, ker ima ker ima tret, ker so inženirji pilali, ne vem kva. Kaj je pri tem kolesu posebenega? Pa kaj je bila to za ena firma, oziroma kaj naredi kolo 14 jurjev? Mislim, pri gorsih pač vzmetenje, toliko več karbona, ta je bil po mojem električen, pač ta najnovejša tehnologija posod, od vzmetenja do menjalnik imaš električen, mislim, elektronski pa take fore. Je pa tako, tako kot pa avtih, tle pa še bolj očitno, Veš, cena do nekje imaš, s tisto opremo imaš racionalno ceno oziroma razumljivo, potem je pa naprej malo show off tudi. Ja, seveda. Kaj pa, recimo pri avtih se doskrat znamke hvalijo s tem, da so pa da so prenesli na tehnologijo zdirkanja. Kako je pa tle pri kolesih? A ti lahko rečeš, da to je te vilce, ima pa gor ta pa ta? Ne, je. Kako je tle s prenosom tehnologije zdirkanja? Ampak tako kot pri Formule 1 je ta najbolj pomembno, da so cestna kolesa. Tam se največ vlaga, največ denarja je noter v ta razvoj. Sej pri gorcih je tudi, ampak ne toliko DH, downhill, tam je v bistvu tudi Formula 1 v gorcih. To je v bistvu MXGP. Ja, tam se tudi ta tehnologija ful. Recimo vsi ti proizvajalci vzmetenja pa to tam testirajo. Imajo ponovadi na kolesih prav vidiš, da ima prototyp gor, pa gume, feltne, vzmetenje, vse to. Tako da se tam to testira. Sam težko je pa čisto vse stvari prenesti, ker lih prej so se zgovarjali, recimo ena naša ful dobra juniorka Maruša Šerkezi, dirka za Cube, recimo. In sem se z njenim očetom, ki skrb delava tle na PSS-ju, pogovarjal, in je prav, rekel, da pač on ima po svoje prirejen bajk, a veš, to je zano prirejen. To je vse custom, Ja, fora je to, sej imaš ti osnovo, imaš serijsko, ampak pa recimo, ne vem, zadnji del, recimo, a veš, podaljše za centimeter, pa čist druga lastnosti pol bajk dobijo, Tako da ti tekmovalci imajo po svoje prirejen. Tudi Matej Mohorič je pri nas bil velikat, On je včasih vozil v Merido, zdaj ima Bianchija. Pa je povedal, okvir ima tak, ampak ima pa Fajfov malo po svoje, a veš, pa take te fore. Tako da čist ne morejo prenesti noter, ker se oni meham po svoje, ampak testirajo pa. In to zelo veliko testirajo. Pride nov bicikl ven, jih oni furajo. In jih tudi kdaj vidiš, tudi ista fora maskiranje, kot pri avtomobilih. A res? Ja, kakšni so tako malo poštrihani, res. A veš, da dejansko vidiš, da zdaj to dajo še tako malo poudarjajo, zato ker to je malo marketing pol tudi, nekaj novega prihaja. Reklama, Ampak dejstvo je, da na dirkah se to ful dela. Kaj je največja kolesarska inoviteta ali pa izum? Inovacija pa noviteta, si že malo združil zdaj. Tako nekako, Inoviteta. Kaj je tisto, kar vajdva je v zadnjih 10 letih novega na kolesu najbolj navdušilo? Meni se zdi, naprimer, na mojem kolesstvu fantastična ta potopni sedež. A je to največji dosežek, pa bom rekel najbolj uporaben dosežek sodobnega? To je zdaj tako kot zamašek, ki ne pade dole. Dosežek. Zaradi tega smo v vesolje prišli, drugače na Luno. To je ful uporabna zadeva. Sedež gre gor. Je to ful uporabna zadeva? Ful, ja. To pa ne, mogoče pri gorcih, da so še iz teh 26 na 29 solske, to so take mogoče malo, rekel, mejniki, velikost koles, velikost koles. Koliko časa, koliko let si vozil 26, pa je bilo to pač klasika, in koliko pa 29, Pol pa... Si noben ni mislil verjetno, da je to, kaj sta pa 29, kdo bo to vozil?
Zdaj pa si 26-stolski san še za otroško mladinsko kolo. Koliko imamo zdaj? 32. Ja. Je 32 colske so že. Ja. Kaj kolesa? pa to voz stari? Preizkušajo že na dirkah, cross country, že imajo KTM, je imel lanskec, imel serijski bicikl, že 32 col. Ja. Zdaj največ problem pri temu je v bistvu, da proizvajalci gum se še niso prilagodili temu, no? Da 32 vendar. Tako da ja, tudi DH, Downhill so letos je že imel eden, da je imel spredaj, male temu rečemo, da je vzad manjši kolopol. No, tako da vzad je bil 29, ko spred pa 32. A pa bomo šli zdaj nazaj na uniformo, ko na začetku Ja, ta prvi bicikl. Se je lahko pogledal, tisti, ki so vrnesla, je to isto, za pico rezati. Ja, taki bo. V glavnem, to tudi, ne. Tako da bo šel, verjetno ne zdaj za vsaga, ne. Recimo zame, ker nisem prav velik, bom jaz 32, kot med gumom sedel, ne. To malo smišljeno, ne. Guma se. Ja, tako da ja, pri cestnih je bil pa veš kaj, diski, širše gume, to je to. Pa elektronski menjalniki, pa se je ful lažji. Elektronka je ful, ja. Kako so pa, prosto, mogoče butasto vprašanje, ko so folk zdaj drke v tisti zaslon ali pa v slušalke. Koliko je to zanesljiva tehnika elektronski menjalnik? Je to, A vidva to fura? Ja, ful je podela, ja. Ok, dobro. To, mislim, je. Sej, lej, a to je en servo motorček noter, kaj? Ja, da premika, čist mini, ja. Motor se ga slijemo pa zadnjemu menjalniku. Pa se ga slišiš, v bistvu. Pa dela. Ja. A pa je to lažje naštelati kazajlo, naprimer? Ja. Ja, lažje enkrat naštelaš, pa je to. Dejansko je v bistvu ful bolj trpežen. Meni zdaj v 2 letih praktično menjalnika nisem naštelal nikoli. Res? Ja, res. In tudi, kaj pa... Mogoče sem imel srečo, pač, da nisem nič butnil ali pa kaj takega, ampak ja, lej, ne moram verjeti, res. Ni tako, kot prazajali, ki pol pa počez zimo malo zarusta, Ja, pa pol pa smo se pa eno malo raztegne. namazati, pa ja. Ni podvržen nekim fizikalnim. Jaz sem še eno vprašanje. Zakaj sem prej sprašal za dirkalno tehniko? Jaz sem imel lani priložnost v rokah držati od Pogačarja bicikl in mislim, ful je bilo hecen, ker pojma nimam. V bistvu vidiš, koliko je to čist bicikl, kako ni gor nič, ker ni potreben in tudi za nekdo, ki ne bi vedel, bi rekel, kaj je to za ena igrača, ki je tako prav hecen zgleda, ampak si pa misliš, da je to najsodobnejša tehnologija sploh mogoča na 2 kolesih. No. Ne, pa sem se pa spomnil to, da sem bil 20 ali pa 25 let nazaj. 25 let nazaj sem bil na eni, a smo bili v Kačbergu, ali kje smo bili? Ne, tam, kje je gondola enkrat dol padla. Kaj je že bilo? Kaprun. V Kaprunu Ne, smo bili. zgorelo, tam je zgorelo. Ja, v Kaprunu smo bili na svetovnem prvenstvu DH s Kopitarjem še. Ker on je takrat bil še bolj v tem športu. Pa tako. In jaz sem takrat prvič v življenju videl, a je to tehnologija, ki še obstaja, ali ne, ki je nekdo kot noviteto na DH-ju, pa en od boljših vozil spredi monovilco, ki je šel sam po eni strani dol. Ja, to še obstaja? lefty. Cannondale. Cannondale je imel lefty, ja. No kaj s tem, je to tehnologija, ki se je prebila, je to sploh še obstaja? Ne, To so imeli samo oni, ja. Po mojem pri kakšnih biciklih še, drugače pa ni. Ja. Niso nesla, no tako. Masovno. Ful pride enih, veš, tudi recimo pri avtomobilih, se spomniš, to je zdaj drugače rešeno, ampak spomniš, ki je bila ene 10 let nazaj, pa prav 10 let nazaj, letos je 10 let od Komotar minute in v prvem delu Komotar minute sem jaz pokazal eno BMW 7 in se spomnim za tisto avto, da je imela kamere nad sprednjimi kolesi 2, ki si pripeljal iz zabajte ven, da si videl, veš, kaj to je dolg pokrov motorja. Da si videl za bajto, če kaj prihaja, zdaj so dobri, je to drugače rešen pa to, ampak spet je ena tehnologija, ki je prišla, je bila par let tukaj, pa se je pol poslovila. A imamo kaj ekvivalentnega pri kolesi, kakšen trend, ki so vsi mislili, zdaj bo pa to napast mater, pa se je pa kar malo razgubil, no, ali pa. A je to ni takih zgovornih pokazateljev. Štiri so bili fatbike, ki so bili taki, a ne. Točno. Stavilki Bravo, ja. kolesi, a ne. To je bilo par sezon ful tega, pol se pa to hit, ki se je pojavil, se je tudi zgubila. Ampak zakaj misliš, Andrej, da so umrli? Ne vem, mislim, niso bili pač, se mi zdi to nekako uporabni, a ne bi rekel široko. Potem so šli na ta kolesa in so malo širše gume dali, pa so ful dobre lastnosti. Ampak kaj je bilo? On je bil še vsem tak počasen kolo. To je že zaradi videza je bilo to hotel imeti nekaj malo drugače. Kaj je bila sploh filozofija za tem fatbike? To se v bistvu veliko to vprašal. Veš kaj je drugače ful dober? Recimo to kakšna Skandinavija pa to ful prav pride, zaradi snega pa to. Res, to taga moraš še enkrat voziti. Ja, to je karatrak. Ali pa po plaži. Res, po peščini, po pesku pa take. To res se dobro pile, no? Drugače ni hec. Valjda, saj tudi Islandija imajo one balonaste kolesa za poledeniki. Ne, in tudi ne rabaš praktično
električno vzmetenje, ker to je balon, to je mehko. Tako da je zaradi tega, sam se veš, to je pač noviteta. Se je isto, kot so s temi gumami, so se igrali, so 27,5 vmes naredili. Ker so rekli, 29 je preveč, to nav za deha, pa za enduro, to je preveč, pa so šli na 27,5. To je bilo, mislim, cajt je trajalo. Zdaj imamo te male bicikle, ki imajo zadaj 27,5. Jaz ga imam tudi enega taga, da je meham bolj vodljiv, pa če si malo krajš, da ti zritijo takoj ne priješ na gumo. Je to prav pride, sam spred pa, da je nekaj, 29. Tako da, ja. Drugač pa, Honda je imela ful dober bike leta nazaj že. Ja, tu sem vas... Res, DH zmagal je, mislim, da Greg Minari je vozil, Honda je naredila, veš, kakšen futurističen bicikl, to je treba nek poiskati, pa to tako izgledal motorno. Itak, a veš, vse reke, se je DH vozil, svetovno pokal. No, to sem vas še hotel vprašati, kakšen ima to podnos, oziroma kako je pa, kdo pa stoji za temi, nisem nikoli tudi v resnici prav zelo raziskoval, pa se mi zdi zanimiva tema. Ne vem, imamo Ducati gorsko kolo ali pa cestno kolo, pa imamo Audijeva kolesa, pa imamo Škodina kolesa, Škoda sploh, ki je full per turu sponzor. Kdo za temi kolesi v zadnji stoji? To je bolj zaradi reklame, po mojem. Jaz mislim, da ni. To je eden od kolesarskih velikanov naredi. Tako je, jaz mislim, da sami ne razvijajo tega. Ker to je tudi vse strošek, konec koncev, pa firme se ne bojo to vrgle. Ampak naredijo pa zato, tako kot smučino, danes so smeli tudi Audio smuči. Jaz mislim, da je tako. Ne vem, da bi sami, pa tudi... Da bi še posebej svojo proizvodno se mi zdi, da ne razvija. Edino Rimac je imel čas tiste... Ja, ampak mislim, da so ga ukinili zdaj. Ja, ukinili. Mislim, da so ukinili to. Tisto je zanimiva zgodba, ko so se inženirji kibicali, da bi si želeli narediti dober e-bike, ki bi tudi opremljen z vsemi možnimi kamerami, pa ne vem kaj. Ja, ampak ti se v Rimacu mislim, da je bil že bolj motorka pa kolo, a ne? Ti si že tudi sam od sebe, mislim, da nekaj... Ne, ni bil. Jaz sem tisto probal enkrat, pa nimo. Imel pa se žive kamere gor, pa aplikacijo. Ja, sej to je, ne. Sej za kakšne take gadget frike je to čisto ok, samo za neko množično proizvodno, pa veš, to so tudi stroški, da take stvari nastanejo. Andrej, kaj pa so kolesarski velikani? Kje so zdaj une firme, ki, bom rekel, so najbolj uspešne, pa najbolj masovne? Kaj bi ti rekel? Mislim, tukaj v Evropi je zelo popularen Cube, po rebajkih je zelo močan. Pa imamo še razne Scott, Specialized, ti so veliki Trek, Merida je tudi zlasti zdaj na cestnih kolesih. A Cube se je proslavil, oziroma je na trg prišel, ker Cube je relativno mlada znamka, ne? Ja, koliko je, 20-letnik je ta zdaj mora biti, po mojem. Ja, po mojem, 20-30. Ja. Oni so se proslavili, oni so taka Škoda, oni so se proslavili z dobrim razmerjem med ceno pa kakovostjo. Tako, ja. Pa ful imajo razvoja, pa delajo veliko proizvodnje imajo v Nemčiji, tako da imajo dober price performance. Aha, pa proizvod prav v Nemčiji. Veliko, ja. Verjetno vse razen ukvirja. Ja. Tako, pa ful se stavljajo pa in vse to, A okviri pa večinoma so še vedno Tajvan? Tajvan, večino, ja. Se je ful zanimivo, to imaš samo ene par fabrik, recimo Merida dela okvirje, Giant dela okvirje, pa tako imaš ti. Par si proizvajalcev za vse ostale. Zase narečiš, Luminous okvir, imaš kataloge in ga z Tajvan ne narečiš, Tako da marsikaj teh utanovih znamk, ki so se nekaj ostane, tudi ne parkrat je bil tak, so bili poskusi v Sloveniji, dobiš dol iz kataloga in rečeš takle kolo pa to. Te ta veliki ne, te imajo svoj blueprint, se pravi svoje načrte naredijo, pa jih dajo dol, ampak je to. Samo še v bistvu drugače po teh aluminijih imaš, veš, kjer je Tajvan, pa kjer je z Evropo po oznakah. Tako da, ampak ja, večinoma kolesarska industrija Tajvan. Če prav razumem, naprimer, tudi če ima en Cube svoj razvoj, tudi oni naredijo print okvirja tukaj, kaj želijo, pa v bistvu ga dajo izdelati. Okvir. Pa okvirje nazaj delajo, pa tle do konca spet delajo. Tako svoje okvirje razvijajo in vse to. To v bistvu vsa industrija tako laufa. A to vsi to veliki, ki ste jih naštela, delajo? Vsi, recimo Merida dela za Specialized okvirje, pa take fore. Tako da vsi tako delajo. A veš, itak proizvodna aluminija, kaj boš naredil? Talum postavil za to, da boš bicikli delal. Ampak greš tja, oni imajo tehnologijo, poceni so, zato ker množično to proizvajajo. Surovine so tam, in to je to. Kaj pa vidva furata? Ja, mislim, jaz specialko zdaj od KTM-a, imam trekkinga za familijo, od Cuba, pa še kakšnega pa pol, kar tesnega vzamem, kar iz
v bistvu, štecune. Kaj pa, še tu sem hotel vprašati, KTM kolesa pa KTM motori so kaj žlahtili, ne? Ne, sam po imenu. Ja, je pa ločena. Ja, to je že 40 let nazaj, nekaj tazga so se ločili, KTM Farad, KTM Motorrad, tako da so ločeni. Ker so nas sprašvali, takrat, ki je bil, so bili motori dosti neki insolventni, pa te fore, to bomo še dobolj dele, so propadali. Ne, to je čist nekaj drugega. Ja, si žena tvoja kupila KTM-a. Jaz sem po skupino KTM na benzin prodal, moja žena si pa KTM-a kupila. Veš, kaj moramo še reči? Jaz sem opazil pri večini koles, ki sem jih imel, ko gledam to skalo, pa si mi prej omenil, se mi zdi, da anatomija kolesarska je izrednega pomena. Ker jaz sem opazil zdaj, ko ste mi nastavili višino sedeža, pa ne vem, vidim pri mojem kolesu, ko so te ročke na koncu malo razširjene. Jaz na tem kolesu se mi prvič ni zgodilo, da bi me začelo zapestje boleti. A je to ustrezna velikost, ali je to odvisno od razmerja okvirja, ali sem prav kolo nastavljeno? Vsega v bistvu. Vse pomagajo. Ker prej sem začutil, tudi na motorju se mi zdaj tu zdi tale del... mrtvičti, ali pa domreš malince. Veš, ti imaš pozicije telesa, točno veš, kako roke stegneš, kako imaš recimo, veš, kako moraš imeti pozicijo, ali pa recimo te zasuki. In zdaj, če imaš ti neko prisiljeno držo, sem cajta je fino, ampak po 1,5 ure ali pa 1 uri te pa to začne. Pa še tiste mikrovibracije, ki jih drugače niti ne zaznaš, ampak so, tam, in če ti 1 uro to si temu izpostavljen, to se ti pozna. In če to dan za dnem, so lahko problemi ratajo. Tako da je to, fest je pomemben. To, kako si v bistvu naštela na biciklu, kako se držiš, veš. Ali pa rad me Kleman boli. Ja, to imaš očitno, je ustrezen sedež, je pomemben tista skala, ki je, to recimo... Kaj je ta skala? Zmer se, v bistvu, to je čisto ena taka enostavna poručka obstaja, pa to, tako, da se usedeš gor in tvoja medenica naredi vtis. Pač se podpiše. Tako je. In to širina medenice določa, kako širok sedež ti rabiš. Ker ti ljudje zmotno mislijo, mene pa več skrb, jaz rabim širok sedež. Ni to res, ker imaš lahko ozko medenico. Kosti pa vam pogledajo. In tam te začne boleti. Tako je, in ti sediš s kostmi takole, kosti so v obliki črke V, medenica, in ti pritiskaš dol. In to tiska, mi čutimo to bolečino, veš, kaj te rečemo, da te rad boli. Ja, to te boli v medenico, kar te eden ko s pestjo pritiskal noter, in to boli. In zdaj, če imaš ti sedež pravilne širine, da medenica, da ima uporo, je to. Je stvar rešena. Teoretično bi lahko imel 5x5 velike flehe, pa bi se točno tega gor usedel, pa bi se vozil, samo valjda, ker se premikamo, ne moreš tega imeti, moraš imeti sedež malo večje oblike. Veš, in je to. In to je ključno. In se sam to zmeri in se, bom rekel, 98% stvari reši na ta način. Meni se zanj, si čudo, ko sem povedal, da pač v enih hlačah kratkih kolesarn, ki jih imam za hribe, pa da nimam podlogic pod. Mislim, da nimam onih blazinc. Jaz načeloma MTB isto. Ampak res me rit ne boli, ne? Ja, sej, če imaš ta prav sedež, pa to je, ta prava širina je stvar rešena, ker se nima kaj boleta. Veš, se ista fora, recimo, sedeže v avtu, zdaj pa pomislite une fotele, veš, mehke, da besk se sosedil noter, po 15 minutah se začel takole malo premikati, kad je tle, mora biti trd, mora uporo nuditi, no tle pa isto, samo da tle nudi uporo sam tvoji medenici, Klems, ti si tudi naštudiral, še ena stvar se mi zdi zelo pomembna, it's my natural fat, pač, veš, včasih... Nič natural, Kaj je skultivirana maščoba? Naravna maščoba je... Reče, ampak daj povej, malo še te stvari, povej, kaj moram kaj narediti, da bom največ pokuril? Jure, ti se sprijazen, je, ker je, ti sam živi v naravi, a veš. Hvala, sploh ne bom objavil tega podcasta. Natural fat, je rekel. Ja, ne, sej to imaš tako prehrana, kot pri vseh športnih zadevah. Ti moraš v bistvu skrbeti za ta prav vnos sestavin vase. Ampak veš, napaka, ki se pa vedno dela, je pa tako, če kakšen hoče skušati, pa to vsi delamo, napaka. Itak hočeš minus delati,
Ampak minus kalorijski govoriš. Tako je, a ne? Sam, a veš, če se boš ti veliko kuril gor, to dela samo slabo vse, pa ne po telesu. Ker itak telo začne šparati, to ne bo špeha, nič kurala, ne? To mišice pa take fore, a ne? A veš, pa minerale ven pobira, pa tiski slabo. Ne? Tako da moraš, taka zadeva je pa, karkoli bi hotel, je pač na dolgi rok, ne? Tle nekaj, sprememba življenjskega sloga pa tako. Je pa pomemben, na kolesu, pa v vsaki kardio dejavnosti, taki, ker smo malo bolj obremenjeni, da mi skrbimo vmes za vnos. Se pravi, nekako pravilo je, na vsako urco moraš nekaj vase rukati. Ne? Zdaj, mi, ki smo rekreativci, pa to tamle, recimo to, pogovarjamo se o ogljikovih hidratih, a ne o ohajih, prav je tam v 30 do 45, a ne na urco, a ne, pa nekako to gre, a ne. Zdaj, pri večjih obremenitvah je bilo fajn bolj, a ne, zdaj pogi in druščina, a ne, ki so pač sebe, tudi svoje telo natrenirajo, se pravi prebavni sistem, oni imajo, mislim, da po 120. Ne. Ampak pa res letijo, a ne. To je tako, kot bi, a veš, nitro dajal v avto, a ne. To pa je res, a ne. Sam ti pa tega navaš, ti boš pa to samo spustil v hlače in to je to, a ne. A veš, ja. Ja, tako je. Ej, sam v bistvu jaz, če hočem najbolj optimalno furati kle, se pravi, da v bistvu ne bom izčrpaval telesa, ampak kuril maščobo, kaj to pomeni? Zdaj, če greva na moj bicikl, kaj jaz moram združiti tu, ne vem, kadenco, puls? Ja, sej, kadenco že moraš ti zaradi tega motorja. Ne? Ja. Zdaj, če boš imel ti 60 na minuto, drugače, tako, običajno na cesti, recimo, je nekako optimalno, ne vem, med 80 pa 90, a ne, kadenca, a ne. Zdaj, takrat, ko ima večji tempo, gre tudi nad 100, a ne, recimo, a ne. Pa še zmer to ni šprint, ne, recimo. Tu govorimo o zavrtljajih pedal. Ja, tako je, ja. A ne, tlele imaš 60, kar je neka normalna zadeva, a ne. In če boš ti to vzdrževal, se pravi, tvoje telo lepo dela, srce dela, veš, kardio, ti delaš zase ogromno, a ne. In zdaj, če boš še, recimo, če si ti, ne vem, 2 ure na kolesu, moraš še poskrbeti, da nekaj vase rukneš, zato da se ne izčrpaš, a ne, pa da prideš domov, a veš, da nisi ti zdaj, da se že tamle pred domom malo bliska, pa vidiš tam gajbo pira, pa 6 pic k vam, to je zdaj le, a veš. Odbov, ne? Ja, in pol, a ne, se dejansko, če ti sebe stradaš, kaj boš naredil? Ja, to boš naredil, a ne, jaz boš še pa še. Medved, ja, pa si naredil kaj? Nič. Recimo, a ne. Ja. Ne, ampak to je pomembno, a ne. Zdaj, ko smo želeli pri teh vrtljajih, če imel pa ta lahkega, a veš, unka ima 55 Nm, se pravi od Boscha SX, to ima pa 90. Optimalno, a ne, tako da tam si pa že bližji pol. A tam pa še tam bi pa mogel malo bolj vrteti. Tako da, ja. Ej, a smo že zakucali, ne? No, mislim, mi smo že na ura 20, lepo nam gre. Ne, še eno stvar sem hotel odprt, kar se mi zdi pa tudi iz vidika avtomobila zelo pomembno, prevoz koles. Kaj vidva? Zdaj, ko smo že ugotavljali, ne, večina teh električnih mountain bikov je nad 20 km. Ali teže je. Ja. Je škoda hrbta. Kaj vidva preferirata? Oziroma, kakšne izkušnje imate ne nazadnje kot kolesarja, pa izkušnje iz trgovine, kaj vidva kot zdaj najbolj optimalni prevoz tacga električnega kolesa? Je to nosilc na kljuki, ali je streha, ali je kar prikolica? Mislim, na kljuki, absolutno. Tudi varno je bolj kot na strehi, a ne. Opa, prosti. Tako da, absolutno, da imaš prtljažnik, tudi lažji, to ga, ne vem, dvigneš pol metra nad tlemi, a ne, tako da hitreje montiran in tako da nosilec prtljažnik za nakljuko, a ne. Na strehi je pa, včasih smo vsi na strehi vozili, a ne, sam to gre pa dosti ven, a ne. Ja, sej mogoče bi zdržal statično na parkplacu, če si dosti močen, da bi ga dvignil gor, sam dinamično verjetno na enem uvinku. Se smo mi tiste delali, nismo, še pri tebi doma smo delali, ne? Takrat smo delali, sam je pa res, ne, da tudi strešne obremenitve, ne, ker zdaj govorimo o dinamični strešni obremenitvi, naprimer pri avtomobilih je tu zdaj že kar na 80-100 kg. Ja. Sam, kaj pa, ja, za prtljažnik mene skrbi, veš, tista palčka, kaj je. Ja, to sem hotel pa vprašati, ne. Ja. Prtljažnik tudi mislim, sploh e-bajka težko že fizično ga dvigati, a ne, plus tega pač prtljažniki ne zdržijo, a ne. Tako da prtljažniki za prevoz so za nakljuko, a ne, od zadaj. Ja. Pa tudi bolj varno je, ne pozabiš, zapeleš doma v garažo, a ne, če imaš na strehi. A ste imeli kakšne take primere? Veliko, ja. Sej pač pozabiš, a ne, se to čisto naravno, jaz bi tudi, a ne. Tako da,
Pa je pa škoda na kolesu, na avtu posotane. Samo imamo zdaj že nosilce take, da bi lahko naprimer 3 take bajke pelil. Ker Ne. kluke so po vertikalni obremenitvi so spet tako. Ne? Včasih je bilo veljalo 60 kg, danes 60, imamo... Ja, 80, ja, ne. Ne, zdaj sem glih en avto, Kakšno bolj tovorno? kaj test pišem. Je mu zdaj BMW, ta nov X3, mislim, da ima vertikalno obremenitev 100 kg že. Ne? Ores? Ja. Eno vidiš. Ford Ranger, ki je plug-in hibrid, ima vertikalno obremenitev kluke 200 kg. Ores. Ja. Od Cirila avto pa 3 tone. Ja. Ja. Zdaj vidim, kje imam priložnost za posel delati. Oba pa lahko na nosilc da motocross motor. Koliko koles lahko naložiš? Ja. Pa, se pravi, zdaj imamo kaj, nosilce so že nosilci za 3 električne Ne, kolesa? 60 kg je maksimalna obremenitev, tako da to sta 2 električni. Ne? Ali pa dobro, teoretično 3 talake. Ja. 3 za lahko rejo, ali pa baterijo To bi šlo. nazadnjič. Ja. Drugače pa ja, baterijo ven snamaš, zgubiš tam, dobro, pa to je Ok, 800 in 3,5. Ja. Zadnjič so me glih v vaši trgovini pa upozorili, da pri jemanju ven... Ne, verjeti. Pri jemanju ven baterije, da je pa Švica lahko problem, da moraš imeti posebno kišto, drugače te policaji lahko... Ja, drugače so bili te problemi za prevoz energije čez mejo. Ja. Ja, če ni del sistema, je bilo to ločeno, se pravi, je bila energija shranjena nekje. Ja, teoretično je to problem lahko, sam ni pa praktično moje, se pa še nobene vtikajo tam. Ja. Čeprav v Švici bi že pričakoval, da vse kaj tazga spomnili. Ja, Je pa jih na avion pa težko daš, mislim, e-bajka, ne, to pa ni, ne. A je to pa na dovoljo? Mislim, to pa je že problem pol glede zaradi ja baterije. se veš, te baterije, pa v žigi pa te fore. Po kakšne posebne kište ali pa kaj, ne vem, kako to prevažajo. Točno, ker kolesarskega turizma je pa bilo jih. Tudi naši rekreativci so hodili na Tenerife voziti, in to specialko navadno ni problem. Tako je, v bistvu, kar jih jaz poznam, take, ki so šli na potovanje, so šli oni z avionom, kolesa so pa poslali s kamionom. Ne smo v Španijo, varianta, ne. Ja. Električna je kolesa. Zaradi tega pa te sposodaš. Tudi prevoz, ki mi dobimo, robo, pa to je posebej označen. Pa, a veš, tako baterija, a veš, da je pač pozor, tle je baterija, gorivo, pa take fore. Tako da ni to kar tak hecno, da bi lahko kar, a ne. Se to pa potegne za sabo, ja. To je pa tista stvar, ki jo prej nismo, a ne, se hecali. Ok, še kratek nasvet. E-bike, shranjevanje baterije, da ne pride do globokega izpraznjenja celic, ker to je pa, naprimer, koliko je zdaj, če bi jaz uničil tole baterijo, da jo ne bi pravilno hranil, zlasti po zim govorim, to je kar koliko stroška, Jurija? Slabega Jurija, ja. Za zameniti. Ajde, vaj na svet, kako takle e-bike spraviti čez zimo? Tako da v bistvu pustiš nekje mečko ne uspražaš, nekje od 50 do 70% napolnjenosti, pa da je nekje na suhem pa sobni temperaturi, ne da je ni lopi na -10, ne. Plus 10 mora biti v bistvu. Ja, pa na gora. Počakam. Ja. To se pravi, od 50 do 70% napolnjena, pa je lahko tudi pol v zaprti garaži, brez ogrevanja. Ja, sam da imaš, mora biti, veš, plus 10, te dva pogoja morata biti zadoščena. Se pravi, dodaš ti, najlažje reči 50%, to je najbolj enostavno se zapolniti, pa plus 10. To mora biti, ker ne sme biti dejansko na mrazu, ker to slabo vpliva na elektronko, pa tok nafilano, se pravi. No, pa sama sta izpostavila požarno varnost, a to pri teh proizvajalcih, ki imajo tudi certificirano, je lahko problem ali ne? Do zdaj pa Bošu, jaz ne poznam primera, da bi tazga prišlo. Pa mi imamo kar nekaj uskladiš. Ja. Tudi v bistvu te zadeve so tako zapakirane, da v bistvu Boš ne dovoli, recimo, da bi karkoli posegel v baterijo. In ni tizga, da bi pa kakšne celice mi malo popravili. Čeprav imamo Bošov servis. Ne, to je pustiš, pošleš. Ne dotikaš se tega. In je tudi varnostno, noter so te pregrade, noter ki je tako narejen, da v bistvu ena stvar crkne, v bistvu jo zablokira. Kaj recimo pri ladjah ali pa pri podmornicah se prekati zaprejo. To je ista fora. To imajo tak battery manager, da je to pač varnostno tudi preverja. Tako da dejansko ni pri Bošu, jaz se ne spomnim, da bi kaj še. Kaj pa, ko ljudje sami predelujejo pakete iz... Ja, vse sorte je, sej. Mislim, ta trg je zdaj toliko razvit, a veš, sploh, Kitajska, vemo, tam vsaka vas ima po moje proizvajalca, teh zadev.
Pa vse sorte, ljudje imajo, sam dobimo tudi mi vse sorte na servis, pa si rečeš, je bilo vreden. Navaden kolo, pa na koncu isto 25 kg, pa 30 kg, kablovijo tam, ker ne veš točno, kako je napeljan zdaj, kam veš, kdaj v kakšnih smešencah, ki pokaže, kako je kakšen stromar, ki je napeljan. Samo vezice pa. Ja, pa cel kupenih kablov, pa kakšna stvar crkne, pa pridejo obupanje, a imate to vi, ne vem, kva imaš to za sistem, jaz nimamo, ne. Ja, veš, pa ni ne števčka, ni ne ni ne komponent, sorry, jaz ne vem, Alibaba ali pa ne vem, tam se pozanimajo, ne. A veš, to tako je, ne. Je pa dejansko je nemogoče za vas tudi, da servisirate to. Ja, itak da ne. Mislim, jaz tudi najprej čačka, če nekdo neki sam, ka to... Ja, itak ja. Ne, pa dobro, tako si, če si pooblaščen servisar za ene zadeve, pač tist imaš, kaj bo zdaj nekaj drugega. Se isto mi se ne lotimo, ne vem, Yamahe popravljati ali pa to, pač to ni, Tako da je pa prav je, da je tako, veš, ti imaš tehnologijo, imaš znanje, imaš izobraževanje pa vse te zadeve in, pol to stvar znaš, obvladaš, se pa zdaj lotu nekaj, veš. Tako da, pridelujejo pa vse sorte, Ampak moraš vedeti, da tudi recimo okviri niso narejeni za to. Ta okvir pogledaš, to je masiven, to je narejen za to. To je okvir narejen okrog električnega sklopa, ker je temu namenjen. Tist pa ne, si predstavljaš Fičota pa noter od Ferrarija motor dal. Se ful dobro zgledal, pa ful gre, veš. Sam, čez pol leta pa razpade, pa ne vem. A pa ga so še mogli ustaviti, pa... a veš, in so te zadeve, Ja, to sta dobro izpostavila. Zadnjič smo bili na enem Overland dogodku, pa je Juraj Šebel odprl svojo Toyoto, pa je pokazal, naprimer, že sam rezervno kolo, 2 rezervna kolesa za 2 rezervni kolesi za dakarski avto, ki je bilo nepravilno na okvir naslonjeno. Je pač karoserija. On je s svinčnikom, z alkoholnim flomastrom je znal, kako je pokal. In polka jih je stegnil z gurtnom, je poko stavil, pa še pač na enem mestu je prevrtal, da se ne širi. Ampak je rekel, to so take obremenitve, da to ljudje res ne smejo podcenjevati. Ne, itak jaz, ker gre za varnost, na vse hico, to jaz res ne razumem. Ja, Ciril. Vsem pa moramo dati klasično atmosfersko vprašanje. Pa zdaj tebi prepuščam. Zdaj smo o biciklih govorili. Jaz bi še preden gremo počasi proti zaključku, bi pozval, da tale podcast se za vas lahko v živo nadaljuje, če bi radi še kakšno vprašanje sami imeli, najbolj, da greste v Kranj hvalil, na Kokrco smo rekli, pa da tam nadaljujete pogovor, ker Klemen pa Andrej sta tam, pa lahko tam dobite še kakšno rešitev, ker sem prepričan, da ima 100 ljudi še 100 različnih vprašanj ali pa jih zanima še kaj, česar se mi danes nismo dotaknili. Zdaj pa hitro povejte, kaj je bil vajen prvi avto. Kaj se smejiš? Moj, da je bil prav tako, da je bil prav moj Peugeot 307 SV. Ja, super. Steklena streha. To malo prej pa sem pa Turana kupil, tega imam pa še zmer. Še zdaj? Ja, Ta je že kar legendaren. Ta je legendaren. Takrat sem pa na avtomoto začel. Si boš dal tole vin številko od tega Turana ti vtetoverati? Če ni žest. Ta je pa res legendaren Turan. Mi vsak testen avto, ki je prišel v redakcijo, je Klemen začel, sem tule, ima pa moj Turič bolj zrihtan. Še danes, tole ne bo šlo. Kaj pa ti, Andrej? Jaz sem v Polota. A res? Polota? Ja. Kaj je benziner? Ja, benziner, valjda, eno kupil, tudi 1.4, pač študentski ali to skromno. Tudi 1.4, da prvo imaš na srce. 1.4, 75 coinov. Po mojem, Ja, hvala, ker ste prišla. Jaz sem tako, ko sem pričakoval, sem se nekaj naučil. V bistvu sem se večino stvari, ki sem jih slišal, sem jih prvi slišal. Zdaj moraš pa probati, lahko še ful časa razlagamo pa vse to, ko se pile e-bike, pa moraš probati. Jaz spremem Juretov izziv, vidim, da nista ta prav gabarit, po katerem se bo ocenjevali, z Juretom pa greva vsekat. Pa jaz to v hribovskih hlačah, Ciril pa Lebronke. Jaz bom prišel, Air Jordan pa nekaj bo mogel. Hvala, ker ste se oglasili, hvala, ker ste vse to delili z nami. Jaz sem prepričan, da bomo, da kakšno stvar na pedalih bomo še pripeljali v ta podcast.
Znaš, zdaj moramo pa furati. Ja, hvala za vabilo. Ne? Ja. Ja. Prav fajn je bilo, videti tole. Brlok uživa. Uživa enkrat, ja. Folk, če imate kakšno vprašanje, ja, kar povej, Klemen. Samo eno foro, da je rekel Brlok. Veš, Ja. da drugače, jaz sem bil 4 leta načelnik kolesarjev v predvoru, MTB predvor. Ja. In mi sem zrihtal prostore tudi, ne? Pa dobro, zdaj imamo en legalen trail, odprl ta prvi. Ja. Ampak prostore, pa veš, ko smo jih preimenovali? Brlok. Ja, seveda. Ampak ne, pred vas Saj smo sem jih to še. Nisem čiziher. Čakaj, a Ne, boste- tako da sem bil prvo tako, kje kam v Brlok so me dosti? To je pa tako, kot pri nas, to je pa domače. Ja, a ste bili? A ste bili mountain bikerji atmosferci, ali ste bili električarji? Ja, ne, 50-50. Ja, ampak počas naša stran zgublja. Ja. Ej, sam nekaj moram pa reči, mi imamo 3 hladilnike. Mi imamo pa samo 2. Rokavica. Ne, še ugasen, ker se je pohvalil, da imajo 3 hladilnike, v enem je sigurno doping. Ja, normalno. Polnilci zajebaj. Evo.